Evo, huve, dela, bum, v vodo. Se spomniš na slapovih Krke, na Maku, po strvilu vi vse. Zato pa, ko objavim story, ni z Game Boyem slikan, ne? Ja, tukaj ti, ko imaš. Smo mi pripravljeni na to. Čakaj. Ne sponzorira energijsko podjetje, pa smo brez energije v startu. Aha. Ob zadnjem znaku je bila ura 7:30. 1-2. A si lahko samo, da mi tlele pa v redu je. Kaj rabiš? Malo tiši moj mikrofon. Kaj ste mi Kjer dali? je že tale? Zakaj ste me dali pa med štange? Mikrofon je v redu, mogoče imaš slušalke preveč na glas. Jure, si cool. Zdaj sem pomislil, veš, zakaj v avtu ni tako rollbar pri dirkalnih kamionih za sredinskega vodika. Ne? Če pa se pas v trgu, se direkt na sadu, ne veš. Govor, prosim te v mikrofon, pa sleč, a se lahko sleče. Jure, meni je vroče, kad tebe gleda, prosim. Mi dva v Ne, ne. kratkih rokavih, mislim pa res, sej Ja. malo tle toplo. Vidva sta, mislim, veš kaj je vajen problem? Vidva nista sofisticirana mašina. Ti imaš klimo lahko na on pa off, ne? Vidva sta še to star avto, kukor si ga parkiral, taka temperatura je bila, ne? Jaz kaj gledam malo krog sebe, mi dva v kratkih, tlele folk normalno oblečen od zunij pred pisarno, sam ti si oblečen, Ne prespan sem COVID-a, še ni konc, Aha, okej. ne? Ej, nič, mi si imamo veliko zapovedati. Star, jaz sem toliko vesel, da smo mi trije na podcastu, ne rabimo danes gosta. Ampak res, tako, malo smo nerazbremenjeni tega, da moramo zdaj gosta prepeljati, pa se Ja. pripraviti po vprašanja, pa vemo, da imamo veliko zapovedati, Ja, pa je prav fajn občutek. No. ja, res je. Ja. Pa tudi, ne, saj sem jaz tudi jutranji tip, mene ne moti ta ura. Jaz sem 0:33 preletel, meni se zdi na Brnik. A ja, se Včeraj. res? A ja, se res, ti si bil včeraj. No, to bomo pa povedali. V voda ne boš naredil. Dej, Gosta ne boš predstavil, kot je Karovič. danes Ne. je z nami po dolgem času spet Ciril. A ne, se vmes je Stari, bil enkrat. A ni čuden. Jaz, a veš, v resnici manjkam 2 podcasta, ampak ko se pogovarjamo, sem jih pa kar 4 manjko. Kako se ti zdaj predstaviš? Kot novinar, vloger, turistični vodnik, Svetovalec za garažna vrata. svetovalec za garažna vrata, Ekolog? ekolog. A, Stari, to bom pol povedal. Sam da noš pozabil, Ne bom. da si zapiš. Ej, drugače, moram, fanta, ja. še zmeraj imamo podpornika podcasta, to veste. Kar me preseneča vsakič. Ne, daj ti povej, no, ko Ne. sem na zadnje jaz. Absolutno hvala Petrolu, ker še zmeraj verjame v naše vsebine, ker podpira ta podcast. Jaz sem lih prej sem razmišljal, zdaj tako zgleda, da jaz vsakič pol moram razmišljati, kaj bom povedal Petrolu. Ampak ne, čist res, to mi je popnal ven. A veš, se ločimo po mojem na 2 tipa ljudi. Une, ki natankajo, pa hočejo čim prej plačati, pa pobegati, ali pa une, ki še zmeraj malo brskajo, pa pogledajo, kaj tam po poličkah. Ampak čakaj samo, me zanima, kje sta vidva. Ampak jaz, recimo, če naletim na črpalko, kjer je fresh kotiček, pa če potegne pico margarito ven, iz pečilih ven, pa če vidim sok naravni, zapičen v led, jaz nasedem. Mislim, jaz tudi v štacuni Petrolovih daj kaj nasedem, ampak tam, zdaj sem videl, da imajo neke nože v akciji, tisto me zanima. Seveda. Pa jaz ponovadi bolj, veš kaj sem enkrat, tu se splača pogledati, ja, jaz sem ponovadi pri gurtnah se ustavim pa tu, ne. Za vsak slučaj. Kaj pa Ne. ti? Ma ne veš, jaz se odločam, ali si bom vzel čas ali ne, glede na to, kakšna gužva je na pumpi. Če jaz vidim, da je nekdo zadnji, pa jaz do blagajne plačam in se čim prej odpeljem. Ampak da jaz sem bolj na preste. Pico redko, ampak če so pa preste fresh, kar vprašam, zato ker so dešit, res so dobri. Ej, Ne, jaz imam eno anekdoto iz ne, Petrolov. čakaj samo, ampak bi bila fajn, recimo, mogoče čist za njih poslovna ideja, hitre blagajne. Ja. A veš? Ne, pa čakaj, a nimajo Ne, ene saj to pumpe, imajo. obstajajo. ene Ja, gune, ja, ki lahko tam, sem tega ni prav veliko, jaz sem to že kdaj izkoristil. Ja, sem te najbolj obremenjene imajo, ker sem tudi jaz enkrat malo se tam, igral. ne, repenčil neki, ne. Aha. Pa so rekli, gospod, sem eno okence naprej. Vse sem se pa upravičil, ne. Aha, obstaja. Ja, na teh najbolj obremenjenih, kaj s tem, Ljubljana, Dunajska pa tako, ne. No, se to, a veš, ok, to, da ti lahko plačaš položnico, pa športno stavo, pa ne vem kaj je fajn, je dodana vrednost pač pumpe, ne? Ker nekdo se ustavlja na hitrca, hoče te stvari izrihtati, ampak po drugi strani imaš pa ljudi, ki so leteči in hočejo čim prej opraviti zadeve. Ne? Ok. Tudi dvakrat sem že avto slikal na Petrolu, ampak ne tako, kot en moj bivši urednik Avtodom, ko je tanko pa je slikal, nekaj, veš, kakšna slika je bila. Ne? Kaj pa, da povej anekdoto?
Ne, anekdoto pa od zadnjič. Lej, tu mi je bilo pa res všeč, nekaj vsi vemo, lej, v življenju tako, da kakšne stvari tudi včasih ne delajo. Ne? In sigurno sta že kdaj prišla tudi na električno polnilnico, ki je bil nek error. Pa to, no? In jaz se zadnjič enkrat zvečer pripeljem v Novem mestu, ko so postavili eno tako energetsko vozlišče, čisto novo, pri Kulandiji na dobri lokaciji zraven avtoceste in tam je kar dostikrat se ustavim z električnimi avtomobili. Ne? Priročno je, pri avtocesti je. In zdaj mi je bilo tudi tako, zdaj sem se dostikrat tudi kar mimo zapeljal, ker me je zanimalo čez poletje, kakšen folk kaj potuje. Ne? In sem dosti zanimivih avtov tam srečal. Ne? In en večer, eno nedeljo, mislim, da je bila nedelja ali pa sobota, v avgustu se jaz pripeljem pred hitro polnilnico, pripnem in ne morem izbrati identifikacijo s kartico. Ne? Pač nekaj je bilo narobe in zraven mene tudi en mlajši par, nemški v Mercedesu EQE. Se začnemo malo pogovarjati, pa se rečem, tu se vam tudi kdaj tako zgodi, ja, ampak se ponovadi pri nas kar to hitro rešijo, če kakšen error. Sem rekel, čak te bom poklical, ne. In sem jaz poklical pač na telefonsko številko, tam ki je na polnilnici gor, ne, in se je ena zelo prijazna gospa, prvič ni zvonilo veš, ki zvoniš, ki misliš sobota popoldne, zdaj pa zvonilo. Tako na 4-krat je zazvonilo, se je oglasila, sem povedal, kje sem, kaj je problem. Je ona pogledala v sistem, pa je rekla, dajte kabel odpet, bom jaz kar reset naredila in pa je naredila to na moji strani polnilnico. Sem rekel, zraven ampak dva nemška turista se tudi matrata z eno kartico. Prav, lejte, bomo pogledali, ni problem. In je tako v 10 minutah je vse zrihtala in jaz sem bil zadovoljen, da sta bila zadovoljna. In tu se mi zdi, a veš, kad tu je taka elektronska storitev, kakorkoli obrneš, ne? Ja. Pač tu, tako ko pride računalnik error, bodo tudi te stvari prehajali v error, pa tudi že pridejo, ne? Ampak fajn je, da ti kadarkoli pokličeš. Pa tako čisto prijazna je bila, veš. Ja, kaj pa, a pa zdaj dela, ste v redu, še vprašala me je, če je polnilna moč taka, kot so nekolo je propisno. Hvala lepo. Cool. Tako da, prst gor. Palc. Ja, no, pa hvala vsem, tudi, no, ti si zadnjič Cirilo menil, ne, če si kdo želi podpreti naš podcast, ker smo dobivali vprašanja, ne, absolutno, da na kakšen način lahko podprejo podcast. Nam se je zdelo fajn varianta to, da mi ponudimo nekaj tudi v zameno, ne samo to, da rečemo hvala, ampak Ciril zdaj kaže v kamero obeske zaključe. Jaz bom pustil link pod podcastom. Kaj sem hotel reči, te obeski so, pa ne zato, ker hočem naše produkte prodajati, ampak te obeski so zares ful kakovostni, ful so v redu. Jaz ga furam na ruzaku že koliko časa, več kaj en let, 2 leti že pravzaprav. In so cool, vsakih porajta, pa ko ga zagrabiš, je dober občutek. Zaprav, mislim, tako kot smo zanče rekli, atmosferci.com, zavihak trgovina, pa imam pa še en set črnih, to je pa... Vidka vtičnik. Z vidom kotičnikom, ki je full model. To si! To pa na komotra minuti za vihek trgovino. Bomo oba linka spustili. Kape imamo tudi že nove. Tudi. Ko mene so glih včeraj na poti, jaz sem na to kar navezan zraven nase, ne? Ja. In potem vsi so prijemali zdaj tale flekle, ne? Moja kapa je veliko uporabi, ne? A veš? A imaš flekec? Ja, in potem sem rekel, kaj to? Sem rekel, to je večna trajna kapa, bo to atmosferska in sem imel sinteko lak namočil za parket, ne? Ja, mal pati ne more biti. Ej, vidva sta, vsi smo v zadnjem mesecu zelo veliko doživeli, veliko stvari novih spoznali, veliko različnih avtomobilov videli, pa se ne bomo toliko posvetili testnim avtom spodaj, čeprav se tudi lahko, ampak Saša, pa najprej ti povej, no? Pa bo pa še jaz pa Jure, kje sva bila, kaj smo videli, kaj smo se naučili. Zato, ker danes bo avtomobilski podcast na hard v smislu kontenta, razgovorta se, kar mene zanima, ker jaz ogromno stvari, ne vem, Jure, sploh Dača tvoja, pa Škoda, pa če si bil na eni Toyoti. A ne bi z Dačo začeli, moramo kar s Porschem začeti. Daj za hec s Porschem začnimo, no? Sta taka pjura avta. Začnemo s Porschem, pa pol naredimo upgrade na Dačo. Ja, jaz sem bil v Stuttgartu in sicer sem bil vabljen strani Porscheja na obisk njihove, kako bi temu rekel, to je neka podružnica, kjer se ukvarjajo z zelo zahtevnimi kupci Porschejev. Se pravi, ti lahko Porscheja specificiraš, greš na konfigurator, na internet in pač si zbereš vse, kar si želiš imeti v svojemu Porscheju. Če pa pride do nekih posebnih zahtev, pa lahko tvojega Porscheja vzamejo dol iz proizvodne linije v neki fazi in ga odpeljajo tja v delavnice, kjer se mu posvetijo pač
po željah zelo zahtevnih kupcev. Pač vse je možno. Obstajajo zelo različne stopnje te personalizacije. Od tega, da se lotijo avta, se pravi od štarta do konca, od zasnove do ideje, mislim, do končne. Pa tu govorimo samo o materialih ali tudi o tehnologiji? Se ti pravim, vse. Ne, tehnologija ne toliko, ne. Govorimo o materialih oziroma govorimo o različnih stopnjah personalizacije. Oddelek se imenuje Porsche Exclusive Manufacture in se nahaja tam, kjer se je vse skupaj začel. Se pravi, tam, kjer je Ferdinand Porsche odprl svojo prvo delavnico. In tam je zdaj ta oddelek namenjen temu. Pa to, zlate črke pa to, ali pa kar hočeš. Ja, to zdaj govoriš ti o nekih malih stopnjah, govoriš o nekih malih stopnjah personalizacije. Tam, recimo, bom dal en primer. Pavlo Barilla, veste, kdo je? Najbrž ga poznate po špagetih, po makaronih, ne? Ja. Ampak to je tip, ki je zmagal Le Mans. Kva? Ja. On je zmagal Le Mans leta 1985, se mi zdi, s Porschejem 956. Ne? Italijan, ki je še Porsche vozil na Le Mans, to je tudi bogokletno. A mi že bil kakšen... Ampak je full model. Ja? Pač po tistem, kar sem jaz slišal, pa videl, je full model in on si za svoj, mislim, da 60. rojstni dan zaželel ta novega GT3, ki bi spominjal na legendarni dirkalnik iz leta 85, ki je zmagal Le Mans. In to ni bilo samo, dajte mi feltne v rumen, ne, da bo spominjal. Se pravi, to je bilo, lotili so se zadeve čisto od začetka do konca. Ampak to gre v take ekstreme, da mu dajo službeno kartico za dostop do tovarne. Kva? Ja, valjda. Poslušaj. Pač to je tako. Ti prideš pač tja in rečeš, ne vem, jaz bi pa imel avto, ki bo spominjal na dirkalnik. In oni, ok, kjer avto? Ta avto, ne? Dajmo se tega lotiti, barva, ne vem, a hočeš rollbar, nočeš rollbar, a hočeš te feltne, magnezij. Mislim, tako pač lahko si izmišljuješ vse. Lahko pa samo rečeš, pač, ne vem, jaz bi imel, ne vem, rumene šive noter. Ne? Pokličite me, ko bo. Ja, pokličite me, ko bo. No, on je šel do te stopnje, da je dobil dostop, tako kot imajo pač zaposleni tam, ne, v tovarni. Zjutraj se je štempljal model. Točno to. Ne, da. In je hodil na sestanke, se je dobival z oblikovalci, potipati materiale, tako pač nora zgodba. No. Kjer model? Jaz bi naročil RS-ko, pa bi mogla biti iz 70-ih let, veš, tako kot originalna RS-ka, 1.2.7. Tudi take ideje imajo, veš, pa tudi recimo en del njihovega pač biznisa je tudi obnova starih avtov, ne? Ja. Oziroma, če imaš tudi neko klasiko, pa hočeš novega, da ta novega prilagodijo na klasiko, ne? Da spominja na tisto klasiko. Tako, lotijo se norih idej. Pa se pa lotijo tudi recimo nekih posebnih izvedenk, ne? Tako kot je zdaj ta 911 Sport Classic, pa je bil Targa, tista Heritage, pa tudi nekih posebnih edicij. Poznate tole Sally Special Edition? Ja, po Cars, ne? Po Cars. Tam ta plava 911. No. One-off, ne? Ta je bil one-off. A to so oni naredili? To so oni naredili. Jaz se spomnim te novice. To je pa ta avto bi, mislim, da na koncu prodan na dražbi za... zdaj bom butno eno cifro, ampak mislim, da nisem dal kiksnul okrog 3 milijone. Je bil ta avto. Jure bil letu, Alcantaro pa šapo medveda, ne zic, prosim. Ne, še blatnik bi mogel biti raztrgan. Zato ima pa aerodinamiko mota, veš. To je ta Porsche Nelly, ne? Porsche Nelly. Porsche Nelly. Porsche Nelly. Dobri ime. Porsche Nelly. Jaz sem hotel to sneti iz Leipziga, iz unga stolpa, ki ima tak mini muzej. Hotel sem reči, zakaj je še Pavlo faca, ne? Zaradi tega, ker je a veš, on ni rekel, da hoče ta avto imeti samo zase, pa da ga noben ne sme skopirati. On je rekel, če si še kdo želi imeti točno tako specifikacijo avta, a veš, feel free, ne? Prid tja pa naroči istega, kot sem ga jaz sebi specificiral. Samo upam, da ni dal gor gume na take, ko so najtajšnji špageti. Numero 3. Trego. Al dente. Ej, the best. Jaz se sam storijo spomnim. Sem ful užival v njih in sem komi čakal, da slišim še kakšen detalj takole. Ja. Čakaj, ne bomo zdaj samo v avtomobilski. Ti povej, kako si v tretjo zataknil. Jaz ga nisem videl v oči, ampak se mu je tukaj hormono sreča, da je v mene udarilo. Skozi zaslon. Skozi zaslon je uno sreča tako udarilo v mene, veš,
tako mrzoper polet, ki spiješ, ko se ti po rebrih razlije dol, tako je una sreča udarila, ki je on tretja zataknil. No, to sem hotel povedati. No. To je bil en del poti, je bil obisk tega Porsche Exclusive Manufacture. Drug del je bil pa to, da smo dobili ključe od 911 Sport Classic in smo se lahko šli peljati. Stari, kjer avto, ej. To je pa zelo fajn avto, moram reči, res. Gole osnove, za tiste, ki ne veste, to je omejena serija na 1250 kosov. V osnovi gre za 911 turbo, ta novega, ne? Ampak ima avto ročni menjalnik, 7-stopenjski, pa pogon na zadnji kolesi. Pa si rekel, da je full gripa, ne? Full gripa. Mi smo ga vozili v mokrem, mislim, ni bilo čisto mokro, v bistvu, kar je še bolj zajeban, ne? Da imaš na pol mokro, pa pol suho, ne? In pa še malo listja za marmeladko. Ja, pogoji se spreminjajo, ampak avto Jure je danes čisto za marmelado. Čisto je odpadel. Ker sem res užival, te stvari sem pa res užival. Pa tudi, stari, ste videli na enega brata, kako ima on še šlif za ročni menjalnik, kako je on pretikal. Iz zapestja. Ja. Vse gre iz zapestja. Roka nič ne dela, veš? Ja. To je tako kot basket, veš? Ti naštimaš rokico, pa sam zapestje narediš. Jaz sem prej robot, ne znam tako. Veš, ti iz rame vlečeš. Ja. Jaz sem ga gledal, tap, veš, tako kot v Trstu, oni old school italijanski kadilci, ki so tako kadili. Kaj, ko dajo čik med mezinci. Pa ko imajo ustnika. Ja. Pa tudi, ko v nižjo šaltaš, ne smeš iz rame porint gor, recimo iz 4. v 3. Ampak, veš, ga flikneš, sam tako, s prsti primeš zgoren del ročice, pa s temle, kako se to imenuje, Ciril, tale spoden del dlani, a ne? Ta je doktor. Ja. A veš, kad to pa sam butneš ga takole. Ne? Ja, vse sem gledal, stari, in tako, poščen ti bil, v enem momentu sem bil ful vesel zate, v drugem momentu me je pa tako odprlo. Veš, kaj bi, se jaz bi tudi zdaj to... Sam midva bi tam razmesali, on to z občutkom. On je pa, ne, res je, videlo se je, da je feeling, tako tudi ti ne znaš brat, sorry, ne. Kaj ne znam brat? On je... Kapitanovič je med top 3 šalt-hebelni. Ti bi mogel navodila, a si se zmenil za fuš, da bi pri Porsche navodila napisal za ročni menjalnik. Kjer jab, stari. Či si ne odpadel. Okay. Ne, fajn avto, fajn. Res je fajn avto. Pa, se ne vem, če to smem povedati, ampak 2 sta prodana v Sloveniji. A res? Ja. Hvala, zdaj sem že povedal. Bravo. Mogoče boste šla v garažo, pa jo noben ne bo videl. Jaz upam, da bomo ta avto nekaj videli na cesti. Slovenci smo narod tehniške kulture in nič na njih narobe, če bomo mi radi take avte. In kdor si ga lahko prvošči, ne pol, da vuno fušijo, da tajkun, ono. Lej, pač, če si lahko tak avto prvoščeš, jaz ti ga res prvoščem in več, ko bo takih avto v Sloveniji, lepša dežela bo na nek način. Ne, se pravim, super, ampak res upam, da jo bomo videvali na cesti. Jaz ti ne znam povedati, koliko vesel sem, če vidim dober, pa ne nujno drag, ampak poseben avto na ulici, stari, da zraven stopim, si vzamem cajt, malo skozi šipo pogledam tako. A veš, to je meni posebne vrste fetiš, no? Gledati pa fotkat avto na ulici. Tako sem začel pravzaprav. Ker je zbirateljski primer, ne? Pač bi tudi razumel koga, ki ga bo parkiral v garažo, pa vsak dan občudoval. Ampak... Jaz bi zvečer hodil sedeti vanga, tako ko hodim na mojega Svartpilna. A veš, da sem jaz to delal, ker sem imel tistih par dni, ko sem imel 900, ta prvega 911, 930 kot Good Timersov, sem ga sparkiral v garažo in sem se po noč zbudil in sem šel dol, lučko pržgal in sem se usedel. Ste si števci gledali z oči v oči? In pa sem ugasnil luč in sem šel gor in sem se vrnil nazaj, še enkrat pržgal luč. Pa se pa malo za hip trenutek delaš, da je tvoje, veš, pa se razmišljaš, kam bo šla jutri. Jutri bo šla pa po cesti. Po krompir, stari, to Saša dela s hudim jati. Ja. Jure, a boš ti kaj povedal? Ti si imel toliko avtomobilske vsebine, zdaj pa v Dačo povedal. Zdaj pa lahko tranzicijo na Dačo naredimo. Lej, jaz Dačo zelo spoštujem in odkrito priznajmo, ko je prišel tista prvi Logan ven pred 18 leti, ne, vsak. 18 let je od tega. Stari smo že. Ja. To te preseka. A veš, ko je prišel Logan ven, se veš, vsi smo se malo muzili, ne? Pa takrat smo bili še škorci, je moglo biti vse šajni pa tako, ne? Ampak
Pa tudi stroka je, takrat so vsi menili, kaj pa se gre Renault zdaj, kakšna dača, kaj tu. Lej, v 80 letih, a veste, koliko so oni avto prodali? Pa niso na 150 trgih, tudi kot Toyota Corolla, ne? 7 milijonov pa pol. Kva? To pa res oranž. Če bi rekel, koliko bi rekel, 2 milijona pa pol bi si upal reči. Reborn dače pod okriljem Renaulta jaz ne maram izrasti stare tehnologije, ampak s preverjeno tehnologijo. Pač takrat tudi v Loganu je bilo grajeno ono, kaj je delalo, kaj je bil 1.6 atmosferski motor, kaj je bil nepoderljiv 1.5 DCI še te star, predtem so imeli uno težavo z gradjo oziroma ležaji na gredi in tako naprej. Ampak, najbolj mi je pa všeč pri tej znamki, ker so naredili, niso čisto kopirali Škodine poti, ne? Ampak so pa dosti hitro ukontali, da ljudje imamo radi relativno lepe avte, pa praktične avtomobile, ne? In veš, kaj mi je bilo všeč na tej predstavitvi? Tu ni bila zdaj spet neka taka predstavitev, da bomo rekli, pokazali so sicer res... Sploh povej, kakšna predstavitev je bila? Tu je bila predstavitev v Parizu, so nas poklicali in so rekli, pridite pogledati, kako mi dojemamo avtomobilsko prihodnost. Ok. Dača in prihodnost. Tako. Ne, in veš, vsak je pol pričakoval, ne, veš, vse zdaj vsi ne moramo min, da ne bi šli te elektrike, ne, zdaj bo to spet neki spring na kvadrat, pa to, ne, ampak oni so, prišli so tam cel board razvojni inženirji in to so one najlepše delavnice, ki se ti usedeš z njim pa rečeš, kaj pa to, kaj pa o tem misliš, kaj ste pa tudi tako naredili, ko ste naredili. Skratka, najbolj mi je bilo všeč pri tej predstavitvi, ki so rekli, mi ne bomo nikamor hiteli. Mi vemo za vse napovedi v letu 2035 slovesu bencinskih motorjev, ampak ne. Naj trg pove, ne? Naj trg pove, ne, tudi ne, oni zdaj trenutno so edini avto, ki nimajo, edini izdelovalci, ki nimajo niti mild hibrida, niti nič, ne. In sem se tam z inženirjem pogovarjal, sem rekel, kaj pa zdaj zgodba, na primer z Joggerjem, pa s tem i-tech tehnologijo od Cliota, hibridni pogon pa to. Je rekel, mi bomo to drug let na trg dali, v cenah ne moram govoriti, veš, že smo ga šraufali. Sem rekel, kaj bo zdaj tu? A bo tu Jogger 5 jurjev dražji, ali bo 2 jurja dražji? Rekel, ne moram zdaj res v cenah, ampak povem vam pa sam nekaj, ne. Če bo ta tehnologija se izkazala, da paše v naš brand, bomo seveda furali naprej. In je rekel, imamo odprte roke po Renaultu, hitro se znamo prilagoditi, hitro znamo stvari sestaviti, tako da je prav. Naredili smo najcenejši električni avto, ni najboljši na svetu, ampak za ta denar, kar smo ga naredili, ponuja lahko to. In ljudje so to sprejeli. Seveda smo se dotaknili tudi Euro NCAP pa to. In je rekel, mi naredimo varen avto, ne bomo ga založili z vsemi asistenčnimi sistemi, zaradi tega, ker bi bil za ljudi predrag. In to je naša pot, obrnili se bomo ful v aktivni življenjski slog, vse bomo temu prilagodili, da bodo naši avtomobili se še naprej dobro znašli na vseh tipih cest. Da bodo robustni, ne? Ja, sej prvič tu, drugič pa da bodo praktični, ne? In veš, tam naprimer, sej manifesto, ne? Se pravi, manifesto je študija, ki so nam jo pokazali, res odbit avto, ne? Že zgleda, kaj je en bagi, združitev teh materialov noter, ne? Ti imaš na eni strani en poseben, mislim, da je polipropen, ki so ga oni razvili zdaj, da je taka robustna plastika, ki hkrati ne rabiš z barvo obdelovati, ne? Se pravi, neka taka tekstura, kosmiči se vidijo, veš, da tako zgleda, tako res dobro zgleda, ne vem, niti ne znam povedati, nek barvni vzorc not, lahko je mat, lahko je tako, ne, veš, tu bo tudi nov Bigster, ne, se pravi, ta avto, ta drug, ki so ga pokazali, ki bo pa večji brat od Dusterja, ne, ki bo 4,60 metra dolg. Tako, spet so naredili en tak zanimiv terenc, ki meni je kar srce zaigralo, ker res gleda robustno, dobro, vse ne bo v seriji, ampak bo zgledal robusten, tudi spred je malo podoben Fordu Broncotu, ne. Kdaj pa načrtuje dača ta avto? Mislim, da že naslednjo leto, ne. Aha, čakaj, zdaj si ti rekel, da so pokazali dva koncepta. Dva koncepta, ne. Se mi zdi, da je to tako, pač pri teh nekih konceptih
dve stopnji sta. Vržejo nek koncept, ki je zelo podoben končnemu serijskemu modelu, pa vržejo en koncept, ki recimo temu svaštarnica, pa mal čakajo, da vidijo, kaj bo folku všeč in pol tist implementirajo v serijski model. Klej je bil tak event, ki je bil najbolj jasno sporočilo. Ne nas pozabiti, a veš, pa tudi jaz sem prepričan, da zlati časi dače, glede na to, kar se dogaja z avtomobilskimi cenami, kar se dogaja s tehnologijo, v bistvu se šele začenjajo. Jaz mislim, da bo tu zdaj rato tisti brand, ki bo še vedno, ki je dubo neki na statusu. Mi ne moramo več govoriti o nizkocenovniku. Ne? Niso več nekdo, ki pobira s polic. Tako. Lej, oni so po fizičnih strankah tretja najbolj prodajana znamka v Evropi. What? Ja. Sandero, Stepway, zdaj le Jogger. Ljudje se tepejo, zato ker, veš, to je še vedno tisto avto, ki imaš ti leasing, pa ti za kruh ostane. Pa nimaš slab avto, ne? Ti imaš 7 zicer, ki ima v bistvu, čist take praktične primere. In tudi oni, če se malo odmaknemo od teh dveh prototipov, ne? Oni so tam pokazali neke praktične rešitve od tega, ne? In kaj je bil pa meni največji wake-up call, ne? Jaz se z mojstrom pogovarjam, tam en parimi inženirji je rekel, jaz verjamem, da tudi druge znamke razmišljajo o ekologiji, kar moramo vsi, ampak zakaj najprej ne pri znamki ustaviti komplet papirnate kataloge, papirnato komunikacijo. Je rekel, veš, kakšen prihranek energije je tu, veš, kakšen prihranek materijala je tu. Salone bodo predrugačili, prodajo avtomobilov, ne. Predvsem mi je pa všeč predači, veš, oni so Joggerja, tu sem jaz že na mednarodni predstavitvi rekel, ne. Oni so Joggerja pripeljali so ga, dajmo še nekaj iz tega avta narediti. In zdaj rato camper, ne. Ampak to je camper rato na tak način, ko bi si ga normalen človek zamislil. Veš, oni so naredili izvezane plošče not. Je rekel, mi smo zdaj vzorc naredili, mi bomo poiskali enega tišlerja v narkovajih, se pravi neko podjetje, ki pač te lesne panele zdaj fura, in bomo dali načrt na Retetu, kit boš lahko kupil zraven. In veš, kako to zgleda dobro, ne? Jogger, pol imaš prtlažna vrata, ki sem jih jaz v praksi 100-krat izkoristil. Ne sem pri Joggerju, tudi pri kombih, ne veš, ki se dvigne. In tam so lepo čez baldahin obesili, not poslo raztegneš, pol imaš šotor, tunel potegnen in kar naenkrat iz tega Joggerja, ki je 4,5 metre, 60 avto, rata 10-metrski bivak. Ti prideš v kamp in se lahko počutiš, da imaš... Kot Mick Jogger. Mick Jogger, ne. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na prototipe tega manifesta, ne, so pa oni pokazali to vizijo, kaj oni hočejo iz avtomobilu narediti. Ne. Se pravi, dača bo šla tudi v to zadevo, zunanjo površino skoristiti. Klej so bile, na primer, taka perforirana vrata pa streha, ki si z gurtnami zapel noter. Ne? Iz sedeža si potegnil prevleko, pa je bila spalna vreča. Niso pretiravali s to digitalizacijo, veš? Ne? Kjerkrat si moraš ti, ali kad ti dajo navodila za piknik, parkermo, kar... Kaj? Navodila za piknik, veš, kad veš po polskih poteh. Nista hodila. Jaz prvi slišam za navodila za piknik. Jaz sem mislil, da se vzameš... Potegan ven prt. Ne taka navodila, prideti nekam. Pridi v Radoho na Kosten. Kam v Radoho na Kosten? Ja, tam, veš, tam iz tretjega makadama zaviješ, pa greš pol čez vodo, pa tu ne boš v Googlu najdel, ne? Ja, ok, razumem, ja. Konkretna navodila, kako... Ja, roadbook, no? Ja, ok, razumem. Okay. In imaš dashboard, na primer, iz plute, pretegneš gor un listek, tak, roadbook, ne? Take fore, pol spet ta powerbank, ne? Baterijo avta, tudi če bo enkrat imel, ne? Saj jaz ne vem, zakaj to vsi izdelovalci električnih avtomobilov ne naredijo štekar, pa tako. Ali pa še celo moj dober prijatelj Andrej Pečak je range extender baterijski dal kar v prtlažnik, ne? In to je zdaj dača manifesto, ne? Ti vam potegneš en del modula baterije, pa neseš tam, pa gonaš cirkular, ne? Ok. Veš, Ioniq 5, man. Ja, da elektriko vam speleš, ne pa da bi prav delček baterije vam potegnil. Ja, prav, pa ga sabo vzameš. Ja, odzad imaš 2 taka panela, naprimer pri temu manifestu, ne, ka letalski ki imajo te umarce, ne. Ja. Potegneš ven, pa lahko še greš tam nekam, ne.
The best. Tu naprimer za alpiniste, ki gredo v smeri na vrtata, veš. Okay, zdaj pa treba človeka ostaviti, ker nam 2 ure oddači govori. Ja. Ej, ne, ful dober. Všeč mi je to, kar slišim, zato ker kako je lahko ena taka izjemna poenostavitev koncepta lahko totalen upgrade za znamko. Veš, to mi je bilo všeč, ker si rekel, oni so tako naredili, tako ponovadi človek doma naredi. Ker človek doma naredi, proba narediti tako, da je zanesljivo, pa da se čim manj komplicira, pa da je čim bolj dostopno. To je posluh za človeka. Ne, pa ful še vedno. Ne, to je tudi pomembno, ne, ker oni so rekli, lej, saj imamo mi tudi energente, ne, ki so še, ki za seboj pustijo bistveno manj CO2 kot bencinski pa dizelski motor, ne. Sam da vidim, če to ti kar govori, da vidim, če to dela. Dej govor. Ekoplin. A veš, ker sem ga ugasnil? Ne, dej kar povej, sej Jure, sej je zanimiv, prav zares. Se pravi, oni še vedno polagajo veliko na avtoplin, ne. In so rekli, mislim, se to vsi vemo, ne, sam v tem času se to kar pozab, ne. A veš, in avtoplin in v bistvu CNG tisten zemeljski plin oziroma metan, veš, naprimer metan ima še, če se jaz ne motim, boljšo kalorično vrednost kot dizelsko gorivo, ne? Pa praktično nimaš saj, pa bistveno manj dušikovih oksidov pa tako naprej, ne? A veš, na te stvari in jaz mislim, da je en tak zdrav razum tu, kar skozi opozarjamo in tu so začeli tudi inženirji vedno bolj na glas opozarjati, ne? Varčevanje ni samo na auspuhu, ne? Imaš ti 100 stvari, ne? Lej, ta nov Duster bo imel iz te reciklirane plastike, ta močne, ki so na manifestu pokazali že 20% delu, ne? Pa še dobro bodo izgledali, ne? Ti ne boš mu več neko lakirano površino, ampak boš mu take... Ej, dajmo zdaj spet en kontrast udariti tej dači. Ciril, pa jaz si ti enega Ferrarija videl? Ja. Jaz sem sam slišal nek Ferrari, pa Norveška, ampak ne, sej nisem ga videl, vse to je tisto, ki me še danes boli. No, dej povej, mene zanima. Okay. A najprej pojasnim sploh, kaj sem počel na Norveškem. No, dej povej. Sem toliko, da malo v kontekstu se skupaj postavim. Ampak bo nekje vmes Ferrari, obljubaš? Obljubim, da prije Ferrari na vrsto. Ne, ampak imam tudi zelo hudo avtomobilsko zgodbo iz Norveške, ampak bom Ferrari v spredje postavil, pa gremo pol naprej. Pa še unga tam avgaš v basketu premagati, veš. Ne, posluši. Zdaj tako, a se spomniš, pač ta moja pot skozi Rusijo je požela veliko pozornosti, med drugim tudi pri agenciji Kompas, ki so rekli, da jim je všeč, kako na kakšen način delam reportaže, ki niso nujno povezane z avtomobili, pač turizem, da jim je bil všeč moj način razmišljanja o tem, kakšna vsebina tudi lahko ponese eno pot skozi eno deželo. No, glavno, long story short, mi smo se že pomlad dol usedli in se nekako dogovarjamo za eno dolgoročno sodelovanje, kar bi bilo meni super, zato ker sem videl, da zelo, zelo uživam v tem, da mogoče pokažem pa predstavim še kaj drugega kot avtomobil, pa itak sem vedno rad avtomobil vpletel v kolco. Vse tudi vidva to rada počneta, ker se mi zdi, da zgodba pridobi na tej plemenitosti samo, če ji dodaš še ene elemente, ki jih mogoče človek ne pričakoval. Ja. A veš, da če se z avtom peleš čez en gozd, pa slikaš uno šumo, pa rečeš, poslušaj, a veš, da ta gozd je pa ne vem kaj. Ali pa, da sem si nekaj izmislil. Ampak hočem reči, take stvari naredijo zgodbo samo še bolj zanimivo, obenem pa avtomobilu nič stran ne vzamejo. Tako da jaz si želim, da bi s Kompasom skupaj prišli, pa da bi večkrat šel na kakšno zanimivo pot, da bi s tem malo diversificiral mojo vsebino, pa meni je pač to fajn početi. Pa zdi se mi, da je bil tudi vedno dober odziv strani ljudi, ki spremljajo. Uno, the best, mingrede, fun fact, ko delam reportaže, ki kažejo še kaj več kot avtomobile, takrat se skoraj pravilo je, usujejo tudi ženske s svojimi komentarji. Uno, rada gledam, tudi kakšen avtomobil pogledam, ampak pa greš na drugo stran, pa kažeš kraje, pa kakšno staro mestno središče, pa malo zgodovine poveš, pa to, da je to dešit. Glavno, to je bil zame en tak dober povod, da smo šli s Kompasom na Norveško. Pravzaprav je šlo za eno tako turbo 3-dnevno turo, ki je tudi Kompas oglaševal v smislu vrhunci norveških fjordov s Cirilom Komotarjem. Folk se je prijavil in smo se potem 3 dni vozili skupaj z busom. Zelo prijetna tura, jaz sem vmes tudi zagrabil mikrofon, ker sem ljudem razložil malo o tem. A veš, Saša, ko prideš na teren ali pa si na predstavitvi, pa je čudovita okolica, ti pa v resnici nimaš dovolj časa. Ja.
A veš, kako se soočati z eno čudovito, krasno lokacijo, ampak ti imaš pa sam 10 minut, recimo, ker moraš naprej, ali pa je vreme. Pa tako. In kako zdaj ta čas razdeliti? Da ti prideš na eno lepo lokacijo, da si vzameš čas za uživati, da telefon pospravaš, ampak takrat, ko pa imaš telefon v roki, na kaj moraš paziti, pa da učinkovito zajamaš vse. Veš, sem rekel, dajte telefone iz rok, pa prosim, pogledajte lečene. Vsaj 20% od vas imate zapacano leče, pa bojo slike fazi. Ker je začel prav. Jaz sem že kar refleks, veš, ko vzamem telefon iz žepa, pa majico primam, takoj. Ja, jaz isto, majico polar pucam. Meni pa Ciril spuca. Ja, res. Pa še očala. Ja. No in pa tako, veš, ko prideš ven, okay, kaj bomo zdaj naredili? Ne? Bomo naredili pokončno, ali bomo naredili položno fotko, ali pa ne vem, stojiš na robu fjorda, ampak v resnici ti pa všeč tudi gore na drugi strani, ki so 3 km stran, tam na Vogalu. Dajte uporabljati Zoom, dajte probati izkoristiti telefon in vse sposobnosti, ki ti jih ponuja. Tako da sem en tak crash course imel o reportažni fotografiji na hitro ali pa na dolgo in je bilo ljudem ful zanimivo to. In smo že tukaj uživali na busu. Ne? A veš pa, recimo z busa ali pa z avta slikaš, ne? Vedno imaš nekaj odboja v steklu, ne? Pa so taki čip majhni triki, sam preslavim telefon na šipo, pa zginejo odboji, a veš, take stvari. No, in v sklopu te poti po Norveškem, ki je bila mingrede res huda, ful smo me zegen z vremenom. So rekli, ponovadi so oktobra 4 dnevi sonca, grand total. Mi smo imeli pa 3 dni sonca zapored. To so tudi meni isto rekli. Jaz, ko sem bil na Norveškem, sem ujel 3-4 dni sonca in so rekli, to si zapomni. No in highlight prvega dneva je bila ena cesta, ki se reče Atlantska cesta. Tiste, ki povezujejo točke. Pa ja, v bistvu, veš, gre za razmeroma kratek odsek, zdaj ne vem, deva reči na pamet, 8 km. 11. Kot si napisal. Aha, je bil, no ja, super, veš, moj spomin. Ki je bil izjemno zahteven za narediti, zaradi pač reliefne razgibanosti, zaradi naravnih dejavnikov. 18 orkanov so morali vmes predelati med gradno, ne vem, koliko let so jo gradili, ampak inženirji pa gradbeniki že dolg časa, če sploh kdaj, vse so to rekli, da če ni bil to gradbeni podvig stoletja za Norvežane, pa je kratek štikelc ceste, ne? Ampak, ker se ti peleš po tej cesti, kako se vije čez ta arhipelag, čez v bistvu 2 občini, takrat razumeš, zakaj je bilo to težko, pa izjemno lepa je, taka instagramabilna je. In tudi pol mi je folk pisal, jaz sem kar malo pozabil, ta zadnjo James Bondu je šel, tudi Bond se mi zdi čez most, veš? Ja, tak most, pa se dvigne, pa gre v levo, pa je naklon, pa tudi nagne, tak, kada je mal NASCAR feeling, ki ga oddelaš, gledaš. Ja, pa še v neparih filmih je bil tam. Ja, pa sej. To bomo dali slikce, da bo folk, oziroma bomo dali, a si spravil storije v set? Imam že, Norveška 1 na Instagramu, imam spravljen set storijev, tam lahko vidiš ta most. No, super. No, mi ta most... Sorry, sam še nekaj dodam, ker si rekel, da imajo Norvežani, mislim, da je to za njih en najbolj, kako si rekel? Zahtevnih. Ja. No, mimogrede, a veš, da imajo oni najdaljši avtomobilski tunel na svetu tudi? Ne vem. No, jaz sem ga prevozil s Porschem, ja. Hudo, stari. Pa tudi, ko si rekel instagramabilen, tudi unje se ustaviš v takih tistih razširitvah, se lahko sparkiraš, kaj je tako temu namenjen, kaj je tako dolg, da so te niše razširjene, namenjene temu, da se ustaviš, da si odpočiješ. Pa kakšno slikco narediš, ker je fultko, taka modra luče in je tako. No. Polno je gradbenih podvigov. Mi smo šli skozi en tunel, ki gre 250 metrov pod gladino morja. V glavnem, mi smo ta most pa to cesto predelali prvi dan, čudovito vreme, jaz sem dobil super fotke, ko mi čakam, da vlog sestavim. Bili smo pa 3 avtobusi, 2 Kompasova, pa še ene druge turistične agencije. Long story short, na koncu gremo mi z istim avionom domov in meni en Jernej prav, a veš, da mi smo pa tam na mostu Ferrarija videli, tako ja, super, škoda, ko ga nisem še jaz videl, ker vedno rad Ferrarija vidim. Pa prav, ne, mi smo morali čakati, ker so snemali reklamo za ta novega SUV Ferrarija. Se pa, ko ga enkrat vidiš na fotki, ni glih toliko SUV. Ne smeš reči njim, da je to SUV, veš? Ja, se vem, ja. No, glavno dvignen Ferrari, Puro Sang se imenuje, če se ne motim. Ja. Je način, oni so, mene je takrat začeli trgati, ne. Ker sem rekel, bil sem tam, veš, kolikrat spremljaš, če si kreativc, ki se nekaj ustvarja, ki se nekaj snema. In pol je bil Jernej Jerman, hvala še enkrat, je rekel, jaz sem vse to posnel, jaz sem ti lahko par fotk pošljem in ko so se kolesa letala dotaknila v Ljubljani, sva midva že flight mode off, da je pretoč te fotke, jaz to rabim, da pokažem in ko mi čakam tudi na Instagram dam.
Ja, nač cela produkcija. Tudi to boš dal v zapiske podcasta, boš dal kakšen posnetek. Tako. Gre ta svet dvigen Ferrari, ja? Dvignen Ferrari. Ja. Ja, ampak kaj pomeni purosan? Čisto krven. Čisto krven. Ja. Se pravi, naj bi bil še zmer čisto krven. Ena od stvari, zakaj naj bi bil čisto krven, je V12 motor. Ja. A si slišal, si videl video, ko naredi Ja. kako se hitro zavrti. No, glavnem, in sem uspel pridobiti 2 videa pa par fotk, zato da lahko tudi jaz to delim, ker se mi zdi izjemno zanimiva izkušnja in zdaj me manj srček boli, ker nisem bil tam, ker je nekdo bil, pa je to dokumentiral, pa lahko to naprej pokažem. No, to združitev enega novega atraktivnega avtomobila pa te lokacije, ki je očitno zelo popularna. Tako popularna, kot una cesta napaka, veš. Ja. Ali pa Slovenija konec koncev vse bolj pogosto. Se veš, da v Sloveniji se živo snema, ampak pa je. Pa avtomobilisti zdaj vse bolj silijo tudi na Balkan. Srbija pa tako naprej. Produkcijski stroški pa neke olajšave, kar se tiče... Pa dobra hrana. Janjetina. Zdaj pa zgodba, na katero nista računala. Opa. Torej, ta drug dan se je pa moj program ločil od skupin, sem bil pa sam. Čakaj, samo eno stvar še prej, ne? Ko si omenil ta most, ne? Ja. Eno super fotko si naredil, ko se vidi, kako je most prilagojen orkanskemu vetru. To nagnanje, Ker reže v veter. Reže, ker je spoiler, ne? Spoiler, ja. Ja. In to je spoiler tako narejen, da ne ustvarja vzgon, ampak da zlom tok vetra, ne? Ja, to ne vem, ampak so rekli, Ja. zakaj je take hecne oblike, ki lahko bi bil tudi naravnost, zato da se lažje opira vetrovom. Ja. Mislim, izjemno, res. No. To je ful logično, mislim. Ja. Kaj ti nekdo pove? Seveda. Kot to prepiha, smo mogli kot na tej matne. Ja, pa to je tak most, ki ga ne moreš zašolati pa uliti, ne? Ne. Ok, zdaj pa tista zgodba, ki je pa mene najbolj presenetila. Torej, mi smo šli s trajektom letnik 74 mingrde, smo šli v čist do koncega fjorda, v en kraj, ki se imenuje Geiranger. Ja, pa motorje si slikal, pa nisi dal podatkov. Čakaj, bom vse povedal. Kakšen fail, stari. Če nisem še delal tega seta storjev, to sem sam te pa vama poslal. To še ni prišlo na vrsto. A ja, to si sem en Pa posluš me. Ok, dobro. V glavnem, na hitrco, trajekt letnik 76, 74, 2 dizelska motorja, vsak tehta 30 ton, vrti se na 350 vrtljajih in je neuničljiv. Res. In ta strojnik me je povabil dol, sem rekel, da me malo zanima in me je odpeljal dol v strojnico in sva si te motorje ogledovali in rekel, je že 25 let to delam, glasnejših motorjev še ne, ampak so pa neuničljivi in zdaj bo ta trajekt prejel tudi en upgrade motorni in jih kar malo skrbi. Kaj, na 380 obratov? Škaj, malo je vseeno mazan? Ne, motori ta novi se bojo vrteli pa na Jurija 500. In so rekli, super, vse bolj ekonomični, čistejši na vsak način, ampak nismo prepričani, če si želimo te menjave. No, ampak pa ta kapitan je bil razmeroma mlad, netipičen Norvežan, ker je tako mi na široko odprl vrata na most in je bil tako zgovoren in sva pol malo klepetala, pa uromenega kontenta sem gor naredil. No. V glavnem, pridemo mi v Geiranger, tam je pa tako 100 metrov nad vodno linijo, je pa en hotel, ki se imenuje Union Hotel. In meni pravi na kompasu, da ti bomo uredili en ogled njihovega muzeja. Jaz tako, pa dobro, kakšen muzej? Avtomobilski muzej. Prosim lepo. Pridem jaz z unim kovčkom, prsopiham, kaj na hrib, postavim kovčok recepciji, pa se mi predstav, da je vnuk izvornega lastnika tega hotela, še vedno imajo hotel v družinski lasti in pa prav, a ti veš, kakšno zgodovino avtomobilsko imamo klep? Jaz mislim, pa dobro, klep Bogu iz nogu, v vogalu enega fjorda, da sem se komi pride tam čez en prelaz, pa z ladjo, ne. Pa mi začne kazati slike in tam na hodniku je ena slika iz leta 1927 in na njej 50 plus avtomobilov na vrh enega prelaza. Pa jaz tako, ok, zdaj mi pa več povej. In v tistem času, v 20-ih, 30-ih, pa vse do druge svetovne vojne, je itak prišlo do tega kleša, konjska vprega versus avtomobil. Ta hotelski lastnik je bil pa zelo napreden. Se pravi, on je imel stik z avtomobili, imel je tudi svoj avto. In en dan je prišel na obisk v hotel en iz tovarne Opel. In one dva se zapričata in on pravi, a bi meni poslali en motor pa en podvozje, pa bi jaz na podlagi tega sestavil enega Opla. On pravi, ja, ni problema, mu pošljajo in je ta model sestavil, mislim, da je ne 6-7 Oplov, 7 pa 9 zicerjev. Zakaj jih je pa toliko sestavil? Ker je opazil veliko povpraševanje po prevozu. Zakaj? Tako kot danes je bilo že takrat Geiranger je bil priljubljena izletniška točka, ampak takrat predvsem za
tiste, ki so bili najbogatejši, najbolj premožni, celo kraljeve družine so tja prihajali na oddih in ljudje so želeli seveda fjord videti tudi iz razgledne točke, nobenemu se ni dal hoditi. On je začel avte gor voziti. Najprej je doma v ta namen sestavljal Ople, potem Forde T, na koncu pa ugotovili, povpraševanje je bilo itak toliko, da je bilo to neverjetno, da je ratala cela industrija in so začeli kupovati avte v Ameriki. In že takrat so ugotovili, da so najbolj fajn ameriški avti, Cadillac, Buick, pa zdaj mi je ušel, pa Nash, pa še ne par, že takrat Američani 3 gange naprej, enega nazaj, motori z veliko prostornino, vrstni 8-valjniki, vrstni 6-valjniki seveda, in da so bili tako zmogljivi in vzdržljivi, da so shendlali ta štrapac folk non-stop gor. Mule. In ta povpraševanje je bilo tako velik, da tudi ljudje, ki so bili kmetovalci, pa ki so imeli čez živino, ovce primarno pa tako, da so si po 5 kmetov, ki sam si nisi mogel kupiti avta, ker je bilo to predraga stvar, si je po 5 kmetov kupil en avto in tudi če si bil 20% lastnik avtomobila, si s temi vožnjami toliko zaslužil, da se ti je mega splačal. In tako dobro so skupaj delali, ti, ki so že imeli avte v začetku, tisti, ki so bili bolj premožni, so naredili eno vrsto taksi zvezo, ki je ponujala 3-letni kredit brez obresti, kar si zlahka odplačil, da si imel tudi ti avto in si lahko ponujil vožnje, ker je bilo toliko povpraševanja. In ta boom avtomobilski je trajal do začetka druge svetovne vojne, pa se itak je šlo vse v maloro za par let. Po koncu je pa prišla, bom rekel, masovna mobilnost, avtobusi pa več avtomobilov in so v enem trenutku večino teh avtomobilov z enega klifa pognalo v fjord. In še danes je tam nekje v fjordu avtomobilsko pokopališče. No, ampak da skrajšam, vsem se je pa nekaj avtomobilov ohranilo, vsake dolg časa kar kakšnega še najdejo tako zakopanga, tam z enim skednom pa dile čez, se živo. In ta družina izvorna ima 11 teh avtomobilov iz tega obdobja, ki so tukaj vozili 100 let nazaj. In to so avtomobili, ki imaš po enega ali pa 2-3 na svetu. To so milijonske vrednosti. In vsak od teh avtomobilov je pripravljen kadarkoli zaštartati, pelati. A ja, vozni so. In jaz sem prišel v ta zaklad, v to garažo z 9 avtomobili noter, en Ford T, tovorni gor v hotelu, pa en v lobiju, pa tako. Ja, način jaz poslušam to zgodbo, meni možgan eksplodiral, a se ti zabavaš. In pol seveda pač sem imel še to srečo, da je ravno tisti dan je bila tudi neka poroka, ali pa kaj so rekli, bomo danes en par pelal, izvoli v drugo vrsto tega avtomobila, kjer so se mingrede vozili tudi kralji pa kraljice in pa so šla en krog s tem mega prijaznim gospodom, ki je vedel vse o avtomobilih. In to je bila taka izkušnja, na katero nisem računal. In to je bilo tono. Toliko o avtomobilski plati Norveške. A to bo še kaj pokazal? Jaz bom govoril o tem o vlogu, jaz bom govoril o tem na Instagramu, bom set storije pokazal bom avte, pokazal bom tehnične podatke, tudi napis, tako po 5-6 lastnikov imam avto. Tako sem rekel, ja, to moraš dati. V glavnem čudovita zgodba, ki je še danes živa na nek način, on je rekel, tudi če hotel propade, te avti ostanejo v familiji in kamor jih ne damo. Veš, zdaj sem se spomnil, pa kako je drugače pelati v takmo avto. Se spomniš te najne poti, Renault? Ja, pa Opli tudi se spomniš. Pa Opli tudi, ja. Tu prešaltati, pa bremze, ne? Kad ti vidiš krožišče, moraš začeti bremzati kot trajektor. Sem trajektor v rikvart vržeš, pa moraš tiščati. A veš, kaj je drugače? Jaz vedno rečem, nočeš se srečati s svojimi avtomobilskimi heroji, ne? A veš, ker je pol malo underwhelming, ti gor rasteš z eno idejo, kako eni avti grejo, da to je unosansko, ampak vmes se toliko zgodi, da se to je prag tega, kaj je dober avtomobilski performance, povsem spremeni skozi leta, a ne? Ne, ampak čakaj, a se ti spomniš, Jure, to je pa en heroj, ki je pri meni pa samo še skočil v tem, koliko cenem ta avto, ko sem se jaz usedel v Opla GT, stari. Ja. Star avto, rečeš pa dobro, vse super zgleda, večna oblika. Ta starga Opla GT? Starga GT. Midva so bila na 120-letnici Opla, kako je bilo? Ne, 120 let avtomobilskih žarometov. In smo bili v Oplovem testnem centru po noč. Ja. In so nam dajali zapeljati, da si tudi videl različne luči. Ne? Pa mingrede vozila sva GSI kadeta, ne? To je imel Helmut Kohl. Ja, kancler. Še po čikih je smrdel noter. Avto pa 65,000, veš. Pa digitalni instrument. Digitalni instrument. In pa odprt, veš, tam so pa eno traso naredili, ker tu je ogromno Opel testni center, tudi različne podlage in čez hosto, veš, pa tako.
In ja, ta Opel, naprimer Opel GT je bil eden od tistih highlightov, ampak res je bila pa delavnica nora, zato ker s tistimi brljivkami pa nisi nikamor videl. Od tam pa do matričnih LED žarometov. Takrat so oni prvič dali matrične v Astro, se mi zdi. Ne, to je bilo pa, to je bilo v bistvu je pa že Corsa prišla, Corsa je bil pa prvi malček segmenta, kjer je že B z matričnimi LED žarometi. Ne, prej je bila Astra. Ne, ampak midva, oni so prvi dali v družinsko kombi limuzino matrične žaromete. Ne? Ja, ampak midva so bila tam, ko mi za aktualno generacijo Corse še nismo vedeli in to je bilo prvo kosta nove Corse, ki smo ga mi videli in to so bile njene zadnje in sprednje luči. Ja, takrat. No, hotel sem vam še, prej sem zbrskal en podatek, ki sem si na dači prav zapisal. Ker je res nor podatek, ker smo se o tej reciklirani plastiki pogovarjali, ker zdaj se je vse moderno, da mreže ven vlečejo iz morja, kar je čist ok, pa jih predelajo cveren. Ampak meni je rekel inženir, vsaka tona reciklirane plastike, ki bodo pa oni dali v to ABS plastiko, se pravi karoserijsko, pomeni, da prehraniš 1 tono CO2, pa 830 kg nafte. Da nehi. Ja. To je pa kar podatek. Ja. Tonca nafte. Litrov. In pol sem imel še cel kup takih podatkih za papir, za plin, za svašta. Super delavnice. Jure, daj ti raš povej, kva si še vozil. Ne, Škodo si šel eno gledat. No? Ja, ta Škoda je pa tudi zelo zanimiv avto. Škoda Vision 7S, tu je pa največja, pa najdražja Škoda bo. Pa jaz mislim, da kljub temu, da ta prototip zgleda še tako zelo spacey, jaz mislim, da kukor Škodo mi poznamo, meni so te Čehi res modeli. Oni po moje gredo v Wolfsburg na sestanek, v koncern, pa jim tam povejo, lejte, tule boste dubli, pa morate to tako pa tako narediti, pa oni tam kimajo, veš. Pa že na vlaku domov, oziroma na avionu, ko se peljejo v Prago, reče, to bomo mi malo po svoje. Veš, in je res ta Škoda Vision S je pač njihova prihodnost, ne? Zdaj le so vrgli, če se ne motim. Ampak to je tak tip koncepta, kot sem prej rekel, ki vržejo milijon nekih idej ven in pol tipajo, kakšen feedback bo. Ne, kle že vejo, kaj bodo naredili. Manifesto je tak laboratorij, ne? Okay. Ker ne bo nikoli serijski avto. Vision 7S pa bo serijski avto, ne? In oni so tako malo za občutek ljudje 5,6 milijard so zdaj le vrgli v razvoj novih električnih avtomobilov, pa še 700 milijonov digitalizacijo. Ne? Govoriš samo o Škodi? Samo o Škodi. In tako njihov portfelj bo, mislim, da do leta 30 bo že 70% bodo imeli portfelja električnega modela, ampak oni so isto pragmatični. Oni niso rekli, zdaj pa dio bencinski motor. Ne, na celi predstaviti. Ja, je električen. Pa še nekaj se je zgodilo, ne, veš, potih, ki smo o uporabniki elektromobilnosti in tako naprej. Ne? Lej, Čehi so pragmatični. Ne? Oni so zdaj spet naredili 5-metrska Škoda, Orange avto. Oni so naredili, se armatura premakne, zici se postavijo. Ne? Tu, naprimer, kar smo že videli tudi pri Ioniku 5, ampak le še bolj ekstremno, zato ker je avto še večji. Ampak meni je v istem hipu jasno ratelo, valjda. Čehi so mislili, jasno je, da z rastjo električnih avtomobilov tudi, ko se bodo začele spreminjati baterijske tehnologije iz litij-ionske v druge rešitve, veš, ti ne boš nikjer mogel tako velike baterije nafilati v 20 minutah. Sploh, če boš potoval, zato ker bo tukaj več tudi električnih avtomobilov. In ta koncept dnevne sobe, ne? Veš, Čehi so zdaj čisto jasen signal, da pri nas se boš pač dobro počutil, imeš boš vse te feature, vse to vsi delajo, ampak oni so pa tako nazorno pokazali, spet pragmatično, ko Škoda to pokaže. Pa zelo se mi je zdela zanimiva rešitev pač postavitve otroškega sedeža, ne? Ki so se pa veliko ukvarjali s tem, ne? V najvarnejši del avtomobila, ne? Se pravi na sredino med sedeže, kontrasmer vožnje, ne? Da tudi pojemek, pač tam malo telešček lažje prenese tako. In avto, tako, ko si rečeš, wow, ne? In spet una zgodba, se vidi, valjda se spomnite Felicije Formana, ne? Pa stojiš pred to Škodo Vision 7S in tako gledaš in si rečeš, mislim,
Sej lahko se mi hecamo, pa rečemo, ja, pa so se pošlepali. Ampak ne, oni so zdaj naredili svoj stav, ki ga furajo. Edino dejstvo pa je, da kar mene pa na nek način sikera, zdaj bi kar vsi izdelovalci radi šli v nek premium. Ne? Vse to. Ampak, a veš, po eni strani, Jure, tako mi je malo hecam, da se toliko navdušuješ nad vsemi zadevami. Zadnjič si pa prišel tlele gor v pisarno, pa si imel tega Kodiaka RS, ne? Kaj je en tak klasik, pa si bil čist navdušen. Ja. Zdaj te pa ne razumem malo, veš? Ne, se tudi hočem povedati, ne? Lej, zakaj 5,6 metrski avto... Koliko? Ne 5,6, 5,2 meni se zdi, da bo, ne? 5,2. Zakaj s tako ogromno baterijo? Lej, po drugi strani imaš pa tega Kodiaka, ne? Ja. Kodiak je sploh ta RS, ne? Kakšen avto dober? Ja, po vseh pravilih je tu zdaj ekscesen avto. Se pravi, velik cesten teren z benzinskim motorjem, ampak po drugi strani je pa tako pragmatičen, tako živ, tako življenja poln družinski avto, ne? In tu, ampak jaz ti hočem reči, da ta njihova Škodina zadeva, to tudi električno zgodbo, lej, videla se spomnim, koliko časa smo mi Škodo sprašvali, kdaj bo prvi električni avto prav, kdaj bo... Takrat, ko bo elektrika tukaj zrela, da jo bomo lahko uporabljali. A se to spomnite? To je še... Vem, sam jaz od njih ne pričakujem, da delajo zdaj take neke inovativne avte, pa da se grejo 5,2 metrske avte z največjimi baterijami. Jaz od njih pričakujem, da ko bojo vsi naredili nek razvoj, da bojo pa oni rekli, ok, mi bomo pa obrali neko srednjo smiselno pot. Ko bolj kadača na nek način. Ja, spet ne mogoče tok kadača, ampak tako, da je res prilagojen. Pa to sem ti hotel povedati. No, ampak kaj ima pa ta avto, ki sem ga jaz videl na slikah, to je bil zame tako, spet mogoče avto poln nekih enih idej, ki so samo čakali, kaj bojo ljudje ugriznali. Ni mi deloval tako, kot nek dodelan koncept, pa da ga bojo dali ven tazga, kaj je. Mislim, ne bodo ga dali tazga, ko je, ne? Ampak... Ker tisto, kar sem videl, je bilo tako, meni je bilo malo hecen. Format avtomobila, ne? Ampak tudi ti jaz hočem povedati, zakaj mi rabimo, ne vem, zdaj na pamet ceno, prototipi nikoli nimajo cene, ampak tu tako velik električni avto, tako prostorsko razkošen, s to digitalizacijo, ampak tu bo sigurno prva Škoda, ki bo čez 80 ur ustrelila. Dobar, sam se tudi Volkswagen je dal s Phaetona ven, pa ga meni hotel kupiti, ker so reči, 8 kupali, pa je bil zelo underrated sicer, se to je Škoda. Ja. Se vprašanje je, če je to Škoda, ki jo trg hoče, ali pa želi, ali je to en avto, ki ga Škoda želi narediti samo zato, ker imajo nek... mogoče template, ki ga tudi kje druge vidijo, pa zdaj pa hoče še oni tako Škodo. Sam pogled, to je tako, kot prost Mercedes pa BMW, ki je en naredil kompakta, pa še ta druga dal ven, zdaj pa danes pa na te kompakte gledamo kot na eno uspel produkt ali pa polpretekle avtomobilske zgodovine. No, ali pa Audi A2, ampak taj bo pa pred svojim časom. To vam jaz hočem povedati. A mi res rabimo tako Škodo, ne? Ja, no to mi ti povej, ti praviš, kada jo. Ja, ti si rekel, kada jo. Ne. Pa kada nas prepričuješ, da so oni rekli, da je to. Ne, videl ste me narobe razumela. Jaz sem rekel, da to zadevo, ko so oni v kabini naredili, ne? Ja. To je to, kar pač so jasno... Ok, pa povej rešitve nekaj v kabini, pa otroški sedež, pa vse to, ampak veš, ti govoriš o 5,2 metrskem avtu za 80 jurjev, z neko baterijo, ki še zmer ni na nivoju tega, da rečeš, da zadovolji potrebe 90% ljudi, ki hočejo tak družinski avto. Pač jaz mislim, da to še ni to. Ne, jaz sem ti glih to hotel povedati, ne? Da pač fora je v tem, da ta pragmatičnost se izgubi... Jure, tvoj pragmatičen telefon spet zvoni. Daj ga sklop. Jaz vem, kaj hočeš ti povedati. In a veš, a bo kdo hotel dati 100 jure za Škodo? Se jaz razumem, se Škoda se malo tako blago, pa počas kao neopazno pomika navzgor. Ne? Jaz nimam težav, če oni rečejo, da je to koncept, s katerim tipajo odziv trga oziroma ljudi na neke rešitve oziroma ideje. Ne? In bo v naslednjega Kodiaka, Karoka, Octavio dal točno to in bomo to izkoristili. Razumem. Ja. Jaz imam večji problem, da on reče, a veš, ta avto je pa prihodnost. Ne? To je pa naš nisem tega rekel, stari, ne govor tako, no? Ok, si bom zavrtel ta posnetek nazaj in te od začetka poslušal, ampak se mi zdi, da si točno... Ne, jaz sem ti rekel od prihodnosti električnih avtomobilov v smislu dnevne sobe.
kar sem hotel povedati, Ker vmes sem te vprašal, imaš tak koncept, pa ta koncept. Ti si rekel, ne, to je pa ta prvi koncept, Ja, da bo to serijski avto. serijski. Ja, iz tega koncepta bo nastal serijski avto. Ampak jaz sem ti hotel drugo stvar povedati. To, da so začeli avtomobilski izdelovalci sprejemati to, da moraš imeti tako velik avto, da boš naredil iz njega dnevno sobo takrat, ko boš filal. Razumeš? Ne, No? Evo, to je... ne vem. V bistvu Škoda bo naredila ogromen avto, da se nič narobe s tem, ampak razumem koncept dnevne sobe. Mislim, se ga je že ravno probil narediti z Versatisom, pizda. Še enkrat. Ni šlo skozi. Še enkrat. Druga stvar. Ne bo, pri elektriki mi ne bomo imeli tako, kot imaš na petrolu, ko prideš, pa se zgodi, naliješ v 5 minutah, 6 minutah toliko megavatov energije v svoj prostornino svojega rezervoarja. In Čehi so zdaj povedali, mi rabimo večje avtomobile zaradi tega, ker pač, če boš ti s familijo potoval, bo tu mogla biti dnevna soba takrat, ko boš stal. Jaz mislim, da Škoda mora iti v to smer, kar je Kodiaq RS. In, a veš, da to so neke stvari, da malo potipajo, kaj se dogaja, pa da malo pokažejo, da so tudi oni napredni, pa da razmišljajo o tem. Če vložiš 5,6 milijard v elektromobilnost, ne tipaš, stari. Lej, to so zahteve trga pa politike, kar so oni mogli narediti. Ja, Ampak, Jure, lej, ti zdaj vozaš avto, saj si mi lih prej razlagal, vozaš avto, ki se ga ne da dobiti zaradi tega, ker je razprodan. Kjer avto je to? Cupra, Leon. Bencinska. Ja, ne samo, da je razprodan, konc je kjuzel. Se to. Ampak tu smo se že... To je avto, ki ga ljudje iščejo. Ja, ampak tu smo se že pogovarjali. Tukaj je dala evropskim inženirjem politika zanko za vrat. Pa se to ti govori. Lej, teh avtov je v Slovenijo... Se zaradi tega je pa Škoda šla pod neko prisilo v te koncepte, Ja, razumeš? se so šli vsi. Prodajajo... Ja, ne, to. Ja, so šli vsi. Ampak hočem ti sam reči, da trg išče avte, kot je Kodiaq RS. Ne, lej, vidva še en drug, bom rekel, nesmisel tega. Lej, vsi vemo, da je avtomobilov bolj prodanih manj. Veliko avtomobilskih izdelovalcev rekordne dobičke. Ja, zaradi RVC-ja. Če boš ti naredil joggerja, nimaš tacga RVC-ja, kot če narediš 5-metrski električni avto. Ne? In tu je moj... Tam zezneš kupca, na koncu zezneš kupca. Ja, Razumeš, kupac se ne počuti dobro, ker ve, da si ga nategnil. Sam nas je zezela že politika. Politika je zezela pa inženirje. In oni ne morejo zdaj reči, mi bomo pa delali Kodiaq RS naprej. Ne morejo. Vem, pa slej, se strinjamo. Veš, ti si s takim žarom govoril o tisti konceptni Škodi, da sem jaz pač videl, da so tebe oni tle... Da so te kupili na koncept. Ne, tu imam... Da ti kar naenkrat verjameš v družinski avto. Ne, Škoda za 90 ja. ur. Ne, jaz sem glih hotel in tudi v članku sem napisal. Ne? Kva si napisal? Ja, ljudje bodo mogli povedati, koliko je ura. Ne? Veš, jaz vem, da si take Škode ne bom mogel prvoščiti. Tudi če mi bi bila ne vem kako všeč, ne bom si jo mogel prvoščiti. Pa tudi v končni fazi, ko se bomo mi vprašali, lej, že iz vidika uporabe. Ne? Tu bo avto, ki bo težak 2 tone 200, 2 tone 400. Ja, se tako kot vsi električni avti. Ja. Veš, tu terja tudi spremembe zakonov. Če mi hotel ta malo Adrijo voziti, bo mogel imeti že BE izpit. To bo pol avto za Skandinavce, ki se 2 dni pa pol vozijo na morje. 3 dni. Ja. A veš? Ja, no. Ej, mene pa je en avto ugriznil. Dej povej. Cirilu sem povedal to zgodbo. Jure, ti si tudi vozil Mustanga, Mach 1, ne? Ta avto me je ugriznil. Dej povej. Mislim, me ni sram povedati, ker je fajn, lej, tudi vsakmu se take zadeve zgodijo. No? Jaz sem se usedel v ta avto in prva stvar, vsakič, ko sem se usedel v ta avto, je bila, da si odprem auspuhe. Ne? Seveda hočeš slišati to smakanje, kako lepo zapoje. Ja. In res lepo poje ta avto. Res lepo. Mičiganski okteti. In vedno... Ja. Res lepo pojejo. Res lepo poje. Ja. Črnske duhovne. No, in najlažja pot vsakič, ko sem se usedel v avto za odpreti auspuh, je bila pač tam neka bližnjica, ne, nastavljena, da pač pritisneš en gumb in se zgodi nekaj, da te auspuhi začnejo lep špet. Ne. Ampak problem je v to, da ta bližnjica je tudi izklop zdrs pogonskih koles. Ne.
Ampak jaz sem pač to naredil, sej, ne, lepo zapoje avto. No in sem se v dežju peljal na Štajersko in sem šel gor po tem, Trojanski klanc. In pred mano, tako mal grdo simbolično, na prehitevalnem pasu se vozi tale kombi od nekega pogrebnega zavoda. Ne? Prav taka grda simbolika. Si mislil, da je šlo to bolj... Tako, nismo se hitro vozili. Ne vem, pač tam gor itak gre, ne vem, 90, 100. Ne? In on se umakne, da žmigavc na desni pas. Jaz en gang dol v četrto, pohodam, pa spet ne toliko pohodam, da do konca. Pač samo zabrundil sem na tistih, ne vem, 2500 obratov na 3, ne. Ej, a veš, kako mi je vzel zadnji konc? A veš, kako ga je vzel? Meni so šle kocine po koncu, ki si mi prvič to zgodbo razlagal, ker točno vem, ker ne pričakuješ. Ni uno, zdaj bom teru, pa se mogoče lahko kaj zgodi. In si pripravljen in si napet in imaš roke po 90 in, a veš, to je bilo tako, ena rokica, tista moja rokica na gangu, ne, ena prestava dol, pohodam tako in avto kar naenkrat vzame zadnji konc, ful je bilo vode na cestišču in me obrne direkt proti ograji na moji levi. Se pravi, jaz sem se obrnil na 45 in sem šel direkt proti ograji. Ampak do une ograje ni veliko, ker sem bil že na prehitevalnem pasu, se pravi, mogoče 2 metra, ne, meter pa pol. In hitra reakcija, jaz takoj zavrtim volan v desno, ampak veš kako je, če ga orang zavrtiš takoj v desno, te takoj v desno izstreli, ne. Se pravi, jaz sem bil zdaj že, tam so 3 pasovi, jaz sem bil že na unem, ta desne pasu. In jaz, se pravi, to izgledalo, da sem bil jaz 4x-5x levo-desno. Ti nisi vozil, ti si jahal Mustanga. A veš kako, ampak najhujš, mislim, oziroma najboljše od vsega je pa bilo, ker sem jaz videl, da bom jaz ta avto rešil, da bom jaz to ujel. V enem trenutku, ne? V enem trenutku sem jaz rekel, sem videl, ok, jaz to imam, sam še 2x-3x ga moram preložiti, pa ga bom jaz ujel. A veš, pač imaš to, ne vem, jaz pač imam to v sebi, da sem videl, da mi bo rata. In sem začel uživati. Zato ga je pa tako razpizna električna škoda, vidiš? In jaz, se pravi, prvič sem cviknil, drugič sem cviknil, tretjič sem rekel, mogoče ga imam, četrtič sem rekel, imam ga. In dejansko sem pomislil, tako tudi ukratijo Mustange, ne? Mustang je divji konj, ki ga na koncu ukratijo, ne? In točno to sem, veš, kera dobra izkušnja. In tist četrtič, petič, jaz ne vem, kaj so si oni od zadnji mislili. Ne vem, kaj si je mislil iz pogrebnega. I'm ready, let's do this. Tako, res, po mojem videl sem tako luči, kako pletajo levo, desno, ampak jaz sem v avto rešil, ampak tretjič, četrtič, petič je bilo tako uživancije, ko sem ga reševal, pa sem rekel, ujel. Ti si bencinski Robert Redford, horse whispering. Jaz bi samo rad eno stvar izpostavil, da ne bo slučajno kakšnega nesporazuma, to ni šlo za neko objestno vožnjo, ti si moral rešiti situacijo, sem znotraj tega stresa, mene je presenetil. Si pa najdu svoj moment, ne? Seveda me izločil to, da naslednjič pogledam, kaj menjam te vozne programe, da si naštimam tazga, seveda, kad ti v dežju absolutno pusti pržgan ESP oziroma zdrs pogonskih kolet. Zato jaz v testu napišem, da so določena stikalo poguma pa znanja. Pa sej mi trije smo vsi navoženi, pa imamo izkušnje, pa si take zadeve, mislim, ne upamo voziti, ne vem, upamo voziti, se to ni zdaj taka stvar, ne. Ampak jaz vsem imam vedno rad vse pržgan. Lizar takih trenutkov nepozornosti, ne, ki te lahko jame. Preden zgine, a si ti opazil, da je Jure toliko živel v tej zgodbi, da so se mu očala zarosila? To je neverjetno, to note verjetno. Jaz vedno uživam. Ne moram verjeti. Jaz vedno uživam in tudi prej, ko smo v Škodi govorili. Jaz bom naredil slikco. Preden zgine, stari model je za Švico. In so se mu začela rositi očala, kaj pa so šel nekaj bo zginil. Kaj je rekel prej od Sevih, Ciril, ki je učil na Norveškem? Da prav kot svetlava, ja. No, ne, ampak kako je... Kako je oblečen še. Stari, ti si tudi tu res doživeto povedal, ne? Pa všeč mi je bilo, da te ugrizne, ne? Ker Mustang te dejansko ugrizne. Vsi mislijo, da konj sem brcne, ne? Ampak ta prav, ta divji Mustang, stari, oni so se v preriji razmesarili, vrtove, ne? Ko so se tepeli za babe, ne? Je drugače pa fajn avto. Kaj se dela? Konji! A ti veš, da je tu po karakterju najbolj divji konj, ne? Tako brez zajbancije. Ne nos Mustang s to dolgo havbo, Mustanga v galopu na znački, ne? Ja. Veš, in tako
prav videl sem ga s tistim kavbojskim klobukom, a veš, laso. Lucky Luke scena. A je Mustang še zmer najcenejši V8. Ja. V8 športen avto? Po mojem, 500 plus konjev. Ja. Ta je sicer malo dražji, ker je Special Edition Mach 1, ne? Ja. Kaj pa kugla, stari? Za šalta. za šalta. Pa ta avto je... Še kaj bo tale, ki sem ga pelil, zakaj se zdaj ne spomnim imena? No? Kjer? Se veš, kjer Kaj rajc si imel. Ja, tega modela sem odpeljal v Križanke, ki je šel neki za 5. A ja, Zakaj se ne spomnim, zdaj, ki mi je naroden? kjer je že bil? A misliš, da se on spomne? Stari. Dej A se on- pomagi a mi. se on spomni? Zdaj se vsi derejo. Čakaj, ni bil Petar Grašo? Ne, Ni bil Džiboni? ne. Kjer je bil? Če Eva posluša, se zdaj dere. Koj vosu si ti? Kdo je imel še koncert? Da dej ta model. On pa plestenjak se veliko v ostatku. V Rovinju je doma. Kdo je bil še? Pa ta model. Elton John. Aj, Ta model. tak, no, malo je čabi že pa brati. Lepo pojeno. Shit, vidi. Dobro, lej, ne gremo. Ti si ga, a ja, se res. En dan krompir, ta drug dan pa on. Dej pogledaj. Ne, v glavnem se peljemo v avtu in je porajto takoj kuglo menjalnika, ker je res bela, okrogla, pač kugla, kot biljard kugla, sem da ima gor še narisane prvi gang, drugi gang, vse do 6. pa Ve, jaz sem vozil. Si vozil, jaz še čakam testni termin. Toni Cetinski. Cetinski, Toni, vprost. Jure je spet za Švico, stari. Zdaj ga lahko slikaš. V glavnem, jaz se usedem v avto in veš kaj, neke težave so imeli Kakšen odnos do hrvaške glasbe. Ti, da boš mogel iti več v Rovin na morje, Ciril Belti. No, Toni Cetinski je porajto kuglo in je rekel... Čakaj, Da to je ljudje pa ne to. vejo, kaj je fora. Daj, ti si... Ne, lej, Kaj veš kaj, cetinskega ne, voda? da ne bom izpostavil, ker mogoče ne bi smel pa si nič tazga. Namreč pri prevozu se je zakomplicirali in nekdo, ki je bil zraven pri tem, da skrbi za dobrobit umetnika, je rekel, poslušaj, jaz v Ljubljani ne poznam 100-500 ljudi, a imaš ti cajt, da bi enega modela zapeljal od hotela do Križank. Sem rekel, dej pa imam, tako soboto popoldne, kva bomo naredili, dej povej, on prav, ma dej v Toni Cetinski bi rabo en raj, to je tako, what? Zdaj bo še 100-krat rekel Toni Cetinski. Je način, Toni Cetinski. jaz si Toni. Je način, pa sem ga pobral, oziroma sva ga z Evo skupaj pobrala pred hotelom in se je usedel, boga mi, šta je ovo? In se je usedel noter, gleda uno kuglo, pa ja bi to vozim, ja S-klasu, ali mi Mustang sveđa, mislim. In je pa rekel, ne, me je pa malo, ni me razočaral, me je pa presenetil, je pa rekel, kdaj bo uno Tesla, pa v tovornak, unke, špica, pa klin, pa vse ostalo. To bi on imel. Kar najmanj je. To nam je rekel. Ja, zdaj temo za hit zažlajfati, ko bo Saša v bolu. Pa SpaceX, pa nalepke gor, pa Elona na mesto Elvisa not. On zdaj hoče tunkati ta avto v vodo, si videl, ne? Stari, to je pa baterije, pa morska voda. Ilon, čakaj, dej, seriš ga. no, dej, povej. Pač, lej, en kontroverzen, lej, človek, meni gre on čez dalje bolj na živce, no. Ker prihaja v nek radikalen mozek, ne vem, kaj bi si mislil sploh, a veš. Karkoli si misliš, si jaz mislim enako. Okay. Grozno. No, glavnem, ta Mustang je en dan vozil Cetinskega, drug dan si ti z njim krompir pelil, smo pokazali vso raznolikost te mišice in to je to. Ne, jaz sem hotel pri tem Mustangu drugo eno stvar vprašati, ne? Ker meni se je zdelo, veš, vsi Evropejci tako smo gledali na te avto, sej nas palijo pa vse, ampak Američan sem narediti avto, ko gre hitro v ravni črti. Sta videla te hode tega menjalnika? Ja, ful so kratki. Pa se ta avto pele, ne? V bistvu muška kugla, ne? Taka orang ročica, ampak hodi so pa klik zelo kratki. Ampak, okay, sklopka pa je muška, ne? Sklopka je težavna, ampak tudi lega na cesti. Pa tu, kako gre avto v vink, ne? Sklopka je tako trda, kot včasih na pick-upih, tako 15-20 let nazaj, se spomniš? Ja. Ej, jaz bi še tudi kaj povedal, no, jaz sem še kje bil, pa to, a žihar? Jaz moram ti še nekaj povedati, ker si ti s to skandinavsko sceno začel. Jaz sem še ID bazo vozil. Dej, povej, Jure.
Dej. Veš, kaj mi je bilo pa to? Dej povej najprej, kaj to je za vse tiste, ki ne razumejo najbolj. ID Bus je enoprostornež Na MEB platformi. na MEB platformi za tiste, ki ne vejo. To Se pravi, ni kombi, ali kako Jure zdaj to? Ti praviš eno prostornež, no? Je kombi, ampak Ampak do skrajnosti raztegne na MEB platforma. ja, ampak Okej. v resnici ni kombi, v resnici je osebni avto. Ne? V resnici je osebni avto, razloži, ker ne ker je razumem. zgrajen na platformi, ki ste jo omenila. V bistvu je bolj podoben recimo tem, ki so bili nekoč enoprostorci. Ja, pa to je to. Espas, To je to. Ja. Električni šaran v najbolj retro, Točno, šaran. v najbolj retro sodobno školko dan reinkarnacija legendarnega T2. Hočeš reči, da je Volkswagen skozi stranska vrata malo presenetil zdaj s tem konceptom? ali kaj? Noč čez stranska vrata naredil je člana družine ID, ki bi mogel biti vsak tak. Ne? In po dolgem času, ko sem se usedel v ta avto, sem spet dobil tisti feeling clay. To je pa najboljša plat Volkswagena. Kaj? Ta ljudskost, če odmislimo stran ceno, ampak tak uporaben. To je orang stvar. Mnogo ljudski ali Mnogo ljudski. Ne, ali je počakaj, kup? ne, hočem vam povedati, da so pri vseh teh ID-jih so obljubljali, ja, pa smo električno, pa bomo pa vsa ta arhitektura čist drugačna. Mislim, ko v ID-ju sediš, lahko mi govorimo, kar hočemo, ampak ni vzad placa Passata, ne? Tu, ko smo poslušali. Pa tudi prtljažnik ni, da se boš razstrelil. Ne? Pač je korektna električna družinska kombi limuzina. Ta avto pa špila. To je pa spet tisti Volkswagen, ki rečeš, lej, potegnili ste iz te arhitekture vse, kar ste obljubili, Mike. praktičnost, zgleda dobro, neobčutljiv je na čas, Koliko sedežev? 5 pa tudi 7 sedežna bo različica. Koliko je ISOFIX-ov? ISOFIX-ov 3 v zadej, pa kaj bo pa pri 7 sedežih, pa ne vem. 3 od zadaj, to je dobro. Pri prtljažniku že ta polica, ki zice butneš naprej, prespiš noter, tako, kot mora biti. No? In to je en tistih električnih Volkswagenov, ki sem pa jaz rekel, če bi mu pa denar, bi bil pa tale zdaj moj. Ne? Mislim, frajerski definitivno je. No. Zgleda dobro. Ja, frajerski je in pa zanimiv je bil ta glas ljudstva. Ne? In mi smo se predstavitev je bila v Kevenhavnu na Danskem in smo se čez most pelali na Švedsko. Proti Malmöju, pa tam zaviješ je, pravijo, skandinavski Karibi, en tak pač lep turistični kraj, plažice, ovo, ono. In jaz tako avto pripeljem, veš, na eni strani PZA parkirišče, full venov, Švicari, Italijani, ne vem kaj. Ej, in jaz tam avto sparkiram, ne vem, kjer avto bi lahko pripeljal. Jaz sem imel v 20 sekundah avto poln ljudi. Najprej so sem prišli, lahko malo pogledamo, a se lahko slikamo, a lahko odpremo in sem rekel, ja, valjda, sej avto je zato tukaj, jaz sem ga tudi predstaviti prišel, ne, pač sem novinar, pišem o njemu, zdaj ga bom slikal. To že veliko pove. Ja. Ampak To je tako, prosto. tudi če ne špilaš na karto nostalgije, ne, pa če se ne spomniš T2, pa legendarnega, ne, Špila. To je tako kot 97, ki je Volkswagen dal po dolgem času novega Beetla ven, pa tudi če ti ne bi sploh vedel za prvega Beetla, ker si ta avto takrat ti si rekel, what? Ja. Ne, kaj hud. Ja. Ne, ampak prav, veš, tudi ta arhitektura, ne, to, kar so oni skozi obljubljali, da bodo naredili. Ja, se mi zdi, da so nekje v vicah ostali, vmes med klasičnim avtomobilom pa električnim, zdaj pa pride ta model, ne. In res, te predali od spod, ta posla, prostor, ko se usedeš not, preglednost, kabina, si rečeš, lej, pa kje ste bili zadnje 4 leta, 5, veš, zakaj niste dali ta avto najprej, ne? Jaz sem dobil vabilo na to predstavitev, pa moram reči, da me je kar malo zapekel, ker sem ga mogel odkloniti, ker me tudi ni bilo v Sloveniji, takrat sem bil na eni drugi stvari. No. Tako da me je res zanimalo, kaj boš povedal, pa kako bo vse skupaj v praksi izpadlo. Cena? A si ga lahko prvoč nek surfer, ali pa nek... Ja, mogoče si surfer, ker ima že 10 oddaj na National Geographicu. Mislim, za cena ni nič ljudska, 60 plus, ne. A veš, in to je, lej, kle smo pa tam, ko udarmo, ne. Energijska gostota, ta preklemano draga.
vse te stvari. In tu je pa ona bolečina. A ja, pa veš kaj me preseneča? Zamisli si ta avto z 1.5 TSI-jem. Tu sem jaz najprej pomislil, 1.5 TSI za 20 ur manj. Škoda pa Volkswagen zdaj le pizdijo, kaj to rekel. Pa vem, ampak tako, Ne, to je saj vem, tako je. Vse se oni tudi tega zavedajo in Ja, oni tudi saj tega želijo, ampak Pa pač tudi, ne more. če ga elektrificiraš, če bi dal, ne vem, ta priključno hibridni pogon iz multivana noter, ne? Noro. Pa avto je pa prostoren. Vem. Avto je bolj prostoren, kot takratek multivan, no? Da, ja, lahko še jaz en avto povem. No. No, daj. Gremo nazaj na mogoče na malo bolj klasiko, pa vsem tudi kar precej na elektreno. Mene pa Mazda. Mazda. Mene je Mazda povabila v Turčijo na en tak, oni so temu rekli Epic Turkey Drive ali Turkey Epic Drive Experience, zato da smo se usedli za volan Mazde CX-60. A je bila V6? Ja, je bila V6. Ne, ni bila V6. Ne, ni bila. Ker še V6, pride, zato, ne, zato ker ni, Ne bo V6. zato ker ni V oblike, ampak je vrstni. Vrstni, ja. Ja, vrstni V glavnem to je ena vožnja, ki jo je Mazda želela narediti že pred prvim koronskim valom in sicer po Kazahstanu, pa še dan več, ampak pa so mogli vse skupaj malo downgradati, ampak ni bil downgrade, v resnici je bilo vrhunsko. Leteli smo iz Istanbula seveda v Kapadokijo in potem smo v 2 dneh naredili 1100-1200 km proti severovzhodu, vse do obale Črnega morja. In jaz moram reči, da že nekaj časa, ali pa dajmo reči, ne spomnim se avtomobilske predstavitev, ki bi podvozje bolj pod preizkus postavila, ker mi smo res vozili po vzornih cestah, nekaj malega tudi po avtocesti na začetku, ampak res ne dost, potem pa običajne ceste, razrukane ceste, gorski prelazi, pa take ceste, za kateri si misliš, da ne boš nikoli po njej pelil. Vmes smo imeli en štikelc, pa zdaj ne vem, smo kar nekaj časa po njem vozili. Ena cesta, ki so jo Turki gradili, pazi zdaj, 132 let. Uklesali so jo v živo skalo. A veš, kaj se peleš zdaj po kakšni hudi cesti, recimo na Polovanova gor, ko greš iz Nice gor proti notranjosti, pa greš čez 2 kamnita tunelčka, pa rečeš, noro, stari. Tle imaš pa same kamnite tunele. Cesta uklesana v živo skalo. Jaz sem to se ogradil takrat, ko sem imel zajt padnar, ne? Ja, 132 let, stari. In se voziš skozi te tunele brez dodatne osvetlitve, zato da prodre noter svetloba, so pač vsake toliko časa usekali eno luknjo ven. Izjemna izkušnja voziti po taki cesti, seveda brez ograje. Če zabluziš, pa še čaka 200-300 metrov padec dol proti uni reki, ki se je zdaj nam spomnil, Sotočje. Upam, da bojo Turki prej naredili tale karavanke, kakor pa so to. Kakor dobro delajo. Skratka, tale Mazda, da vaja prekinem, če ne bom pozabil. No. V bistvu ta osnovna je tudi že v Sloveniji prišla je priključen hibrid, to se pravi 2,5 litrski bencinar, pa pol ena 17 kW, 18 kWh baterija, pravi 62 km na štrom, v resnici tam okrog 50, se vemo, kako je s tem, pa pol po zimi Jure, koliko že pade doseg, tam za 25% gotovo. Ja, tretjino. No, ampak Oprosti. ne, kar povej. Ne, hotel sem za tega šestaka sem hotel vprašati. Ja. A je to Mazdin motor ali so... Mazdin motor. Mazda ga je motor, razvila, ja. Oni so, tako kot je že Zanč Vinko v podcastu povedal, Mazda gre eno svojo pot, ne? To je to, kar smo se prej pogovarjali tudi o Dači, ne? Po končni fazi tudi v Škodi, ne? Ko sem rekel, da... Oni so hudi posebneži, ki jih mindset drugih ne zanima, kaj je dosti trendi, pa tudi ne. Oni tako pravijo, ampak je res ne da se sam dobro sliši, tudi čist zares je, ne downsizing, ampak right sizing, ne. Veš, oni tako pravijo, no, in se tega res držijo, no. Prvič je to, drugič pa, če imaš ti, meni se zdi, oni na leto prodajajo po celem svetu, mislim, da je bilo zadnjič na tiskovki rečeno 1 100 000 avtomobilov, kar je napram velikanom, ne, če jih ena... 10krat manj. Ja, 10krat manj, ne. A veš, in oni so rekli zdaj isto. Zakaj? Pa zakaj, če se da iz enega sistemskega motorja, ki ga je človeštvo razvijalo 100 let, potegniti še toliko pa toliko dobrega ven. Pa poceni je izdelava. Veš, kaj mene preseneti pri tem Mazdi, ne? Ti imaš priključenega hibrida za manj za 60 jurjev. Stari, čaki. Oziroma, hibrida dobiš za 52 tako, ali 53 jurjev. no, ampak priključenega hibrida,
ki se do stotice streli v 5 sekundah, 5,2 sekunde 5,8. ali 5,8, pač najhitrejša Mazda, baterija velika, ti ta avto v mestih lahko uporabljaš čist kot električen avto, pa predvsem kako je ta avto narejen. Stari, Mazda, veš kaj, pomisel skozi leta, koliko avtomobilskih znamk je rekel, mi bomo pa zdaj premium ali pa tako, ampak Mazda je znotraj ene generacije ali pa generacije pa pol je dejansko uspela narediti ene vrste transformacijo. A veš, dizajn je zelo minimalističen, recimo v kabini konkretno. Dobar, zunaj, kodo, pa se veš, Jimba Ita, sožitje konja, jezdeca, pač ta marketinška zgodba, na kaj oni vse pazijo, pa prvoznih lastnostih, ampak kabina je tako univerzalno folku ful všeč, ker se mi zdi, da je tako res klasika, izvrstni materiali, dobro je sestavljen, dobro zgleda, lahko uporabljati, zaslon ni prevelik, meniji so mega preprosti, avto je res fajn, dolg je prost, ker vem, da hočeš nekaj povedati. Sej točno to, vse si povedal, ampak jaz vedno poudarjam in vedno rečem to, da Mazda se zna dotakniti premiuma, noče pa iti v premium, ki ve, kaj je premium. Ne? Ja, točno tako. In Mazda se dotika premiuma in je namenjena tistim kupcem, ki hočejo kvalitetno izdelavo, dobre materiale, ampak nočejo pa iti v premium. Ne? Nočejo, ja, ampak... Pa ne, jaz ne bi rekel, da se dotika, kar konkretno da roko, ampak ne furajo te... Zdaj smo pa mi tekmec, ne vem komu. Mi znamo narediti ful dober avto, drugačen, kakovostno izdelan. Drugače je ta avto razmeroma velik. Ne, glede tekmecov je tako, oni so rekli, ne, mi se spogledujemo, ok, lahko rečeš, da je naš tekmec tudi Toyota RAV4 plug-in, recimo, ampak so rekli na tiskovki BMW X3, Audi Q3 Sportback, pa ena stvar, drža, stance tega avtomobila je tako svetovna. Stari, če ga pogledaš od zadaj, 3/4, full dolg krov motorja, pa kako se kabina nazaj nagne, kako streha pada in dejansko spominja ta stance, ta drža na, dajmo reči, na Velarja, na SUV Jaguarja. Pa oni so razvili zdaj 6-valni dizel, ki ga bodo tudi v Evropo pripeljali. No. A veš, to si jaz želim, prej, ko sva Škodo omenjala. Jaz si želim, da bi bila Škoda znotraj Mazdinga koncerna. Si predstavljaš ta miks? Zdaj bi ful še rad povedal, pa me skozi prekinjal. Si predstavljaš ta miks? Ja. Da jim teli dajo še tehnološko svobodo. Prav, da niso obremenjeni s tem, da morajo iti elektrifikacijo, zaradi tega, ker so koncernske smernice take. Vse se grejo tudi elektrifikacijo, samo se mi zdi, da delajo to malo bolj počasno, malo bolj postopno. Ja. No, jaz si to želim, da zdaj Škode ne pušajo v elektrifikacijo, samo zaradi tega, ker se bo zgodilo. Zato, ker si del koncerna in to pač podpišeš in to moraš narediti. Oni morajo ta špil igrati. Vse vem, jaz ti pravim, kaj si jaz želim. Ja, kaj bi bilo v nekem idealnem svetu, si predstavljaš. Drugač pa Jure, ti si rekel, najprej plug-in hibrid, pa naslednje leto, začetku leta, se mi zdi, februar, marc, pride pa vrstni 6-valni dizel, pa benzinar tudi. Pa dizel boš imel, vprosti Jure, to je 3,3 litrski, bo šlo v zbero ali 200 ali pa 254 coinov. Pa sam še neki, drugačen pozabil, slabe ceste, čut se masa, niso to sportska kola. Ampak volan ima čudovito povraten in se res dobro pele. Podvozje je poštiman v nulo, je bil res dober preizkus. Vse vas naj bi povabili tja, če bi imeli dvome. Pa veš, da so naštudirali. Ja. Mislim, so naštudirali, res je pa dobro. In jaz se veselim te prob. To je tako, da bi Porsche GT3 predstavitev, a veš, ne bi bila na dirkališču. Ne? Ja, se strinjam. Ja. Pa na tehnično najbolj zajebenem dirkališču. 2 gume smo presekali, veš, ta drug dan. Je pa vse prav. Ko smo se vozili dol po enem prelazu. Se to praše zraven. Ampak tle Mazda nima nič zraven. Ja, ne, ampak hočem reči, da je bil res zahteven teren, pa da smo mogli prepaziti. A šli mi pogledati, kako se te karavanke kopljajo? Jaz bi šel pogledati. Jaz bi tudi šel pogledati. Jaz tudi. Koga moramo pa? Dars. Upam, da nekdo posluša. Kam? Mi bi šli pogledati, kako se karavanke kopljajo. Ja. Koliko časa mi že govorimo? Drugače te stvari kar laufajo, kaj mi kaj rečemo. Ja, ti koliko je žar, Saša? Dober. Vidiš, stari. Evo, recimo, ne. Takrat je... Si predstavljaš, da bi to delo na električnem žaru? Čakaj, ti povem, kaj je najslajša stvar. Pač to, da imam jaz žar že doma, ne. Zelo dober žar. Ker sem ga sam kupil, mimogrede. Ja. In polka je Ciril vrgel kost, pač da ko me je vprašal, za koga si želim, da bi bil nek moj tak partner v nekem takem neavtomobilskem projektu, sem rekel pač nekdo, ki se ukvarja žari. No in mene kontaktirajo točno ti ljudje, ki prodajajo ta žar, ki sem jaz kupil od njih.
So rekli, mi bi pa nekaj delali s tabo. ne. Napoleon, ne? Napoleon. Ja. To so žari Napoleon. In jaz imam zdaj, sicer ni fajn, da oni to slišijo, ne? Ampak jaz imam zdaj najlažji del na svetu. Pač pokazati nekaj, kar jaz že tako ali tako uporabljam in živim s tem. Ne? Ja, in, klej boš mogel presežek narediti, ne? mislim, jaz že itak ustvarjam presežke s tem žarom. Lej, ti bom Ne vem, pokazal pol eno sliko. nisem še probal veliko stvari. Duct tape. Slika nima okusa. Jure, s kom si pa ti želiš, recimo? Ja, dajmo še to zdaj probati. Jure, S kom si ti želiš, recimo, delati tako? Pozabljena zgodba, star. Ne bo šlo. Mačete. povej. Freze. Goldoni, dobro, s Kerherjem delamo, Unimog. Ampak Kerher je ista taka zadeva. Mi bi tako ali tako živeli s temi stvarmi, tudi če ne bi pač delali na neki taki. Jaz sem to že doskrat povedal, ko me tu kdaj vprašajo, a si ti zdaj influencer? Sem rekel, ne, ker mi ponujajo neke stole, pa sem jim jaz povedal, Bravo. jaz to en mi je enkrat napisal, ja, pa 5 stolov za stojn. Sem rekel, jaz ne znam to ocenjevati. Jaz sem šel s to v Ikeju kupiti in sem tu prepustil ženi, ker tudi nisem neke stet za notranje oblikovanje in kaj naj je stolom, počnem razen tega, da se gor usedem. Res? Ne, jaz pač nisem te sorte človek, ki bi padel na... No, ampak dej, nekaj moraš povedati. No? Če sem jaz takrat izstrelil žar kratkole. No? Ne, fiskar sikere so mi blizu. Tudi jo uporabljam. Eno sem dobil za rojsten dan, pa je tako dobro, da sem si pa šel še večjo kupiti za drva seka. Fiskar je firma. Ali Ja, kako? Finskar. Mi smo mu kupili za rojsten dan za Mačeto. mačeto, a je bila Fiskar? Ne? Gerberjeva. A Gerberjeva je bila? A ni bila Fiskar? Ena prijateljica, ki jo zelo cenim, mi je pa kupila Fiskarjevo sikero. Ej, stari, če ti jaz mogo še enkrat ta majk porin pred usta. Jure, prosim te. Ti tako. Pa rečeš eno besedo v mikrofon. Zdaj pa kimaš v mikrofon. Kimat pa znaš. Ne? Vse tudi snemamo. Sta danes nadrkana, ker sta mogla zgodaj vstati. Ej, veš kaj me je še včeraj presekalo? Tu sem vam pa hotel povedati. Nekaj zdačo. Ne. V glavnem, jaz imam rad te uporabne stvari, ne. Nare bi mu Unimoga, ne. Ali pa tudi, če pri Hondi poslušajo. To so avtomobilisti. Ne, avtomobili, Kosilenca. Kosilenca. pa motoristi. Vse ima Kerher kosilence. Sicer so baterijske, ne? Ej, pri Kerherju sem bil pa zadnjič ful zadovoljen s tole motorkico, ne. Vse sem naredil. Drevesna kirurgija, pa... Ej, drugače pa tam te čaka še nekaj od Kerherja, to bi ti znal uporabiti, lej tam na tleh. Ja. Kaj je to, Jure? Tu bom vzel... Povej, kaj je to. Tu je trimer za kositi prstran. Ok, no, to je tvoje. Ja? Ja. Oh. The best. To pa je presenetlost. Ej, Saša, gledaš na števček, koliko časa govori? Ne, čak. Ja, prost. Zadnje vprašanje. Ja. Kjer je bil tvoj prvi avto? Peugeot 405, to sem že povedal, da sem ga kupil. Drugače pa ne moram naše katre. Pozabe tabele, katre, GTL-ke. V prvem razredu smo jo dobili. Hotel sem vam povedati, kaj veš, kaj jaz vse preberem na avionu, pa tako, ne? In me zdaj, sem se že dolgo časa sprašoval, ko se tudi nad tem letalstvom navdušujem, ne? Vse navdušujemo tudi. Ti si dobro, Ciril, on doskrat zaspi. On spi na avionu. Da, ne? Sem šel poiskat izpust, ki sem ga naredil na tej poti iz Ljubljane čez Pariz v Barcelono pa nazaj. Dej, to me pa zdaj zanima. Ampak to piše na vsaki karti, ki jo kupaš. Ja, ampak pa sem šel prav ta kalkulator, ki je tudi na karti, ki jo prideš, čak, jaz sem si zapisal, sem da vidim. A na tele karti, recimo? Ne na boarding passu, ampak piše ti na karti, ki jo dobiš na mail. Aha. Se pravi, Embraer pa Airbus 320. 321. Aha, pardon. Koliko rečete, da je bil poprečni spust na sedež? Kaj so in stvari? Čakaj, ti preračunajo na sedež, ker lih sem hotel reči, sem rekel, ti boš rekel neko cifro, jaz se bom pa delil z 211. Ja, preračunano že na sedež, poprečni. Preračunano na sedež. Koliko za 2 leta? 4. Sploh tja in nazaj. Ja. Koliko? Ok, jaz rečem 6,5 kg. Jaz sem upal na neki taz, jaz sem ni. Koliko je?
Koliko ti rečeš? Ne vem, stari, zdaj kaj, 20, ne. 486,2 kg CO2. To pa je kar veliko. Nasedeš. Srhljivo. Ne nasedeš, no. Nasedeš. Ok, in pa so avti problem. Prečen izpust nasedeš, lej, čakaj, kje sem si to zapisal? Da ti preveriš enkrat ta podatek. Ja, To se mi zdi zelo veliko. Ne, ker to je kar malo velik, ja. Še premalo sem rekel, 487,6 kg na person. Na person. Na person. Ampak, fuck, to pa je kar veliko. Srhljiv podatek. A je to... Ja. Veš kaj pa še bolj srhljiv podatek? Tu mi je pa povedal, sem tu ne vem, zdaj ali res ali ni. Meni je kolega iz Volana povedal, ker je dosti tudi na poti, pa da so baje v koroni, da so slote na boljših letališčih obdržale letalske družbe, da so baje prazni avioni letali. Aha, ja, vse to se mi zdi, da je res, ja. Da ne jih je stari. Ja. In pole, veš, smo mi tam, ko mi začnemo razmišljati... Dobro, takrat je še zmer, moraš vedeti, ok, mogoče so bili prazni, ampak pošta je še zmer orang. Ja, ok, ja. Pač tovor je bil takrat orang. Ja, za pošto imaš ti kargo avione, ne? Tudi potniške so v tistem času so predelali v... Ampak ni srhljiv podatek, stari to. Ja, je, se strinjam. Nisem pričakoval. Jaz sem kar... In pa imaš doplačilo nekih... Čakaj, kam si šel, recimo, da povej razdaljo, ker nisi šel v New York, ne? Ne, Ljubljana, Pariz, Barcelona, Pariz. Če bi z avtom naredil to pot... Ni šans, da bi... Ne vem, bi mogel preračunati. Bomo še to preračunali. Zdaj sem jaz pozabil, ker mene zanima, veš, to je vse kar dosti kilometrov, pa bomo preračunali še to, no? Cifro z nekim avtom, kaj rečemo. Ne vem. Moj dar Prečen, v redu. Ja ne, ker je hibrid, no. Ja, kaj da zdaj ni hibridov na cestah, stari. Pač pokur 6 litrov. Ja ne, no, sam avion pa ni hibrid, no. Pač Ja vem, no, dobro. Toplotni motor, ne. Ja pa se imam toplotni motor. Ja, okej, ampak... No, dobro, bomo najdeli en avto. Pa en avto, ki pokur 6-7 litrov na 100, no kaj? No, daj to preračuni, pa mi sporoči cifro, please. Pa bom dal zapiske, koliko je cifra. Ja, sem z avtom ne bi šel čez Pariz v Barcelono. Ja, no, pa če bi šel, zato imaš primerljivo število kilometrov. Razdaljo, ja. Ne, pa daj za oboje Ljubljana, Barcelona, pa Ljubljana, Pariz, Barcelona. Kaj se to zdaj ni? Tu moramo preračunati, kam je. Ja. Ampak tako, kar malo bed sem se počutil, no. Res. Da si 400 kg CO2 spustil v zrak. Ja. Pa 480. Pa še tvoj sopotnik, pa še sopotnik, pa še 200. Ko sem se V Ljubljani vsi harikiri. naprej pa nazaj so bili vsi zici polno. Veš, kaj to hočem ti reči? Ja. Dobro. Ej. Noč, lepo smo zaružili. Pa še, jaz moram še na avto povedati. Dej ti, prosim te, govoril mikrofon. Jaz nisem radijski človek. Ljudje, oprostite. Stari, enkrat se Ljudje, oprostite, pa stran od mikrofona reče, ljudje, oprostite. Toyota Corolla Cross sem vozil včeraj. Dej na hitrico povej. Jaz sem mislil to prešparati za naslednji podcast. Prva Corolla od leta 1966 naprej. Ta je tudi starosed. Samo oni malo vzamejo to Corollo, pa jo spet vrnejo, pa spet se spomnijo na Corollo, pa tako, ne? Ja. Peta generacija hibridnega pogona. Vse spet dela mačkam bolj smut, vedno naredijo en korakec tako, veš, da ko na avtocesto priješ pa pohodiš, ni več od včasih, ki je bilo Ja, tiši menjalnik je pa tako, ja. Ja, drugače pa, veš kaj se mi zdi, ta avto je ena taka zanimiva forma, popolnoma neizrazit avto, ne. In klej jaz Toyoti ne verjamem, da so se oni čisto odločili s to svojo obljubo, da za res mislijo, da bodo nehali dolgočasne avte delati, ne. Škaj, svetovno avto mora biti pa zgleda. No, to sem ti hotel reči. Taka forma je, da si rečeš, ok, avto, v redu. Čez 5 let bo isti izgledal, kar ni slabo, ker bodo kakšni gledali starejši. Ampak ko se pa peleš not, ne, pa ugotoviš, to je pa mogoče tak avto, ki je res za najširši okus kupcev narejen, praktično za vse celine, pa najbolj prostorna Corolla, to mi je bilo všeč. Kako je pa to v primerjavi z Ravom?
Misliš šmersko? Ja, številko manjši. Ja, v bistvu je postavljen med CHR pa RAV, pa dobrih 6 centov daljši od CHR-ja, pa bistveno boljš se počutiš na zadnji klopi. A res? Ja, ker se veš, CHR ima take visoke boke, ni Ja, pregleden. bolj je zabarikadiran. Sem že mislil, da proti Darku okna. tukaj govoriš zdaj. Lepše je narejen kot Darko. To pa ne verjamem. Ja, pa Res? je. No. Zanimiv. Tudi na to pot bi moral iti, pa sem bil na Norveškem, mi je zelo žal. Da vidiš. Ja, tam, lej, mi imamo radio avtomobile, ti se pa družiš z unimi, ki jih iz klifi v fjorde mečejo. Ej, da bez zaključek podcasta, se strinjamo. Strinjamo. Enač, to je to. Hvala. Še enkrat hvala vsem tistim, ki ste podprli podcast z nakupom atmosferskega merča. Ja, Hvala Petrolu, ker podpira in verjame naš podcast. Ciril, povej. Ne, hotel sem samo reči, da sem prejšnji podcast vrgel rukavico Adri, pa čakam, da se oglasijo. To je to. Ej, poslušal sem podcast s Klemnom, s Klemnom, full fine. Čeprav pač nisem domač v teh zadevah, me ne zanimajo toliko, ampak sem kar dobil neko tako željo, da bi mogoče stisnil nekam z avtodomom. Jaz ponovadi podcasta, v katerem samo ne poslušam. Ali pa ponavadi ga ne poslušam, tega sem pa tudi jaz poslušal, ker mi je bilo fajn. Klemen ima tudi dar govora, pa ogromno enih stvari sem se naučil. No. Res, kampiranje tudi meni če dalje bolj privlačno. Me bo Jure še not potegnil. Pa fajn so te, naša zaloga podcastov s takimi temami je večna, ne? In mi mogoče smo vajeni, če damo nek video ven na YouTube, takoj greš gledat, koliko butne ven, koliko je število ogledov poslušan oziroma ogledov, ja. Jaz pa opažam pri teh podcastih, koliko so v bistvu dolg časa aktualni. No? Ljudje se vračajo nazaj po vsebino. Pa sploh recimo taka stvar, kakor je ta camping, a se reče camping, kako se reče to? Camping, karavaning. Karavaning, ja. Ja, camping in karavaning. To je taka večna stvar. Ne? Klemen je dal ogromno nekih nasvetov. Ljudje lahko nazaj pridejo po tako vsebino. No? Pa glede na to, kam se svet obrača, bomo mogoče še kar mogli, kdaj v šotorih živeti. Okay. Vam še nekaj povem. Kaj? V gostih. Veš, kaj je meni najbolj všeč? Jaz upam, da nam bo to skozi ratovalo, ker te gosti, ki so naši, v bistvu so to res ljudje, ki to živijo. Ne? Pa, seveda, to je point. Uživajo, pa še nekaj vam povem. Georg Gedels se mi na telefonu glasu, sva se pogovarjali. A bo prišel? Aj za? Bo. The best. To me deli. To je oblikovalc, se bomo drugič več o njem povedali, ampak je se pa tega podcasta tudi zelo. Ampak sem tako, mogoče malo, da vržemo kost. Ne? Georg Gedel je tudi Robertu Lešniku pomagal v Nemčijo priti. Ja. Se je Robert to rekel. Cool. To je to, folk. Rečta čau. Čau. Nasvidenje. Koliko čas smo govorili? 1:40. Da nekaj. Stari dober, ne gre. Mame lulat. Zadnji stavek. Georg je rekel mikrofon. Prej pa vse tako. V klimo, v luč, kavč. Ti si ga pa lovil, Saška. Jaz pa skozi mikrofon premikam.